z nami je pa Žiga. On je seksualni delavec. To je v bistvu ena redkih industrij, ker ženske več zaslužijo kot moški. Ženske ste tukaj najmočnejši spol, vi ste generator energij. Jaz skoraj vsaki 14 dni dobim mail, da bi nekdo bil porno igralec, zato ker pač on misli, da je zelo dober jebač. Moja praksa je, da sem veliko več ljudi odvrnil od marščesa, kot sem jih navačil. Big dicks niso vedno najboljša stvar. Zakaj snemate pornofilme? Pornografija je škodljiva v napačnih rokah, ne? Koliko bi jaz dobila, če bi šla pornič posnet? Čisto odvisen, jaz vem, da bi ti delala fetiš scene in bi... Te ljudje so v privatnem življenju zelo zadržani, kar se tiče seksa. Zame je bilo pomembno, da je seks kot ples. Grozna stvar, mlade punce se podajajo v prostitucije iz dolgočasja. Kaj če bi tvoja hčerka prišla do tebe, ko bi bila 18 in bi rekla, jaz pa bi rada bila najbolj slavna svetovna pornoigralka. Dragi moji, ful sem vesela, da vam lahko predstavim novega generalnega sponzorja podcasta Lahko to ostane med nama. To so Skin kondomi. Jaz sem tako vesela, da imamo njih za sponzorje. Oni nimajo samo kondomov, by the way, imajo tudi seks igračke, imajo tudi lubrikante, ampak to je edina znamka kondomov, na katero jaz prisegam, tako že od nekdaj. Sem že o tem posnela več videov in so jih končno opazili in zdaj so kar sponzorji. Skratka, to so kondomi, ki niso iz lateksa, ampak so iz poliizoprena. Kaj to sploh pomeni? Da so primerni za alergike ali pa za tiste, ki smo vsem preobčutljivi na lateks, da so bolj prožni in pa tanjši. V bistvu imaš občutek, kot da nimaš nič gor. Mislim, meni se je zdelo, ko enkrat probaš Skin kondome, ne moreš iti več nazaj na navadne. Ampak veš kaj, čeprav so tanjši, to ne pomeni, da bojo zdaj manj vzdržljivi. V resnici jaz sem opazila, da so veliko bolj vzdržljivi. S temi kondomi se mi niti enkrat ni zgodilo, da bi mi počul, medtem ko s kakšnimi drugimi se mi je. In to je bil tudi glavni razlog, da sem potem na te prešla, ker od takrat nimam nobenih težav več. Pa še to foro imajo, da je ta njihova embalaža taka prav posebna in ne šumi tako, kakor ponovadi šumijo embalaže, tako da ga lahko zelo neslišno odpreš. Ok. Ker so nama tako všeč ti kondomi, smo se pri Pitchpop odločili, da dol vržemo čisto vse ostale kondome in zdaj prodajamo samo še Skin. Dobiš jih pa valjda tudi v tvoji najljubši trgovini, Mercator, Spar, Tuš, karkoli že. Zdaj pa uživi v preostanku epizode. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Dobrodošli v podcastu, lahko to ostane med nama. To je podcast, kjer govorimo o seksu, o partnerstvu, o kinkih, fetiših in o vsem, o čemer se ne govori, pa bi se res moglo. Danes bomo govorili o pornoindustriji v Sloveniji, na Balkanu, o evropskem prvenstvu v seksu. Z nami je pa Žiga, on je ex-žigolo. Seksualni delavec, predstavnik industrije za odrasle oziroma speaker. Ti si tudi nastopil v pornofilmih, ne? Tudi sem Jih režiral? produciral, režiral. V bistvu sem v tej industriji skoraj vse naredil. Vse delal, že vse sem probal. Zdaj nazadnje sem naredil za neotantričnega maserja in z mojim mentorjem sva delala neotantrične masaže. Kaj je to neotantrična masaža? Zdaj, tantra je en zelo širok pojem, to je cela filozofija. Tantra, se pravi seksualnost, je zgolj pinč, se pravi maksimalno 10% vsega tega. Tantra je v bistvu ena filozofija, tako kot sem rekel, življenja, dvigovanja energij, samozdravljanja. Tako, zanimiva stvar, pot, po kateri jaz hodim zdaj. Ker dokler jaz nisem tantre spoznal, sem jaz mislil, da jaz veliko vem. In pol enkrat, ko začneš to raziskovati, dvigovati energije, se igrati z energijami, se igrati žensko, čarati na nek način, ker pač seks je magija. In pol vidiš, da je veliko več, ene ogromne dimenzije nad tem fizičnim svetom. Ok, pa ta neotantra tu pa pomeni neki nov... Okay. Jaz rečem neo, zato da se zaščitim sam pred drugimi, ne? Pred hejteri in true tantristi, da sem na koncu mali pobožni, tantrični izvajalec. Ne? Na koncu so ljudje, ki so nenormalno pred mano, so pa ljudje, ki nič ne vejo o tem, pa jaz vem več od njih. Okay.
Razumem, mislim, da. Ja. Ok, glavno, kdaj se gledamo? Gledamo se na YouTubu vsak ponedeljek ob 8. in pa na Arena TV vsak ponedeljek in četrtek Ob 23. ob 23. Glavnem, hvala vsem, ki gledate, ki lajkate, ki komentirate, ki nas suportate, ki tudi v javnosti kdaj rečete, da gledate te najne podcaste. To mi je najbolj noro vsakič, ampak full cute. Ja. Zadnjič? Joj, sorry, to moram povedati zdaj. Ampak shout out. Zadnjič sem bila na eni kavi in je prišla ena mlada mamica in je rekla, veš, tamle moj mož, on je full fan, on skozi gleda te podcaste. Jaz jih ne, jaz nimam časa, ampak on je full fan. A bi se šla slikati z njemu? In je ona, ker je bilo njemu malo nerodno in je ona prišla, kera legendica. Ja, res. Zglavno in pa sem se šla tam slikati z njemu, ampak tako, kera supportive partnerka. Pa mi je rekla kolegica, s katero sem live tako, pač, da bi meni moj tip rekel, da se hoče z eno punco tam slikati in da bi šla jaz vprašati za njega, ni šans. Ego. Tako da, cute. Ja. Pa še preden začnemo en disclaimer, če te vsebino spolnosti ne zanimajo, brez njih ne poslušajte tega podcasta. Ja. Pozabili smo povedati, da si predsednik organizacije Dobra družba. Ja, tu sem hotela vedeti, ker sem te vprašala, kako bi Tako. se predstavil. Ja, te. Bolj to, ja. To, v bistvu to zaokrožuje vso to moje delo. Historiat, provenans, ne bi lahko rekel. Kaj, v bistvu začetek. Jaz sem pristal v tej industriji, ker sem šel eno majico iskat. Ja, neobičajno. Kam? Max Modic, Damjan Murko in druščina so imeli eno organizacijo imenovano Zavod 69. In meni je bilo nenormalno všeč, ker se mi zdelo to ful dober joke. So imeli ene take majice z nekimi pajacki, z lukencami, pa šilčki, whatever. In sem rekel, jaz bi to imel, nimam kreditne kartice, ker sem preklinac in pač kako naj to dobim. In pokličem na tisto številko in rečem, če lahko osebno prevzamem. Grem jaz to prevzeti osebno in grem v hardcore klub na Dolgi most, kjer so pač oni imeli sedež. In tam se pogovarjam z Damjanom Murkom, ki ni ta Damjan Murko, ker ga vi mislite, Ja. ampak je bil en drug, Mislila, on je bil ja. predsednik te organizacije in pač beseda da besedo in normalno pač kdor jezika špara. Ne? In sem rekel, da se pač ponudim kot prostovolec. Ne? Pač V kakšnem smislu prostovolec? dejansko zelo sem bil mlad, ja, v vseh smislih. Kaj, Koliko star? to je bilo 2010. Se pravi, imel sem 21-22 let. Okay. Okay. In s čim so se oni ukvarjali tako natančno? V bistvu to je bila Zavod 69, je bil Zavod za kulturo pornografije 69. Max Modic je bil spokesman, se pravi predstavnik tega, on je bil novinar, kasneje moj sodelavec in sem jaz tam na, je bilo 2009 v bistvu, ja. Sem že 2009 delal na sejmu erotike, kjer sem bil stage manager, kjer sem pač skrbel za svoj stage in od tam naprej je šlo vse po eni divji poti. Okay. Ta dobra družba je pa kaj, lahko sem poveš, tu je organizacija, skupnost? V bistvu pravno, formalno gledano je Dobra družba kulturno društvo, ampak ne rab pravne forme, ker je to ideja, ki je to gibanje ljudi in pač mi zagovarjamo, probamo skrbeti za varnost, kvaliteto, izobraženost ljudi, ki se ukvarjajo s seksualnim delom v Sloveniji in na Balkanu. Preden nam boš povedal več o tem, imamo pa še icebreaker questions. Tega, da ne pred tebe spoznamo, pogremo pa na tvoje delo, a ne? A smo za? Ja? Vemo. Ja, ok. Kot vsi veste, tukaj bomo gosta malo bolj spoznali, bomo tudi mi odgovorili na ta vprašanja, da bo tudi gost vedel, s kom ima on opravka, a ne? Edino prav. Torej, prvo vprašanje je, ali bi raje poslušal sosede, ko seksajo, ali pa da bi raje tvoji sosedi tebe poslušali, kako seksaš? Vsak dan. In to moram odgovoriti A ali B. Ja. Kaj bi raje? Pa zakaj moraš še Tako. povedati? Pa jaz mislim, da je včasih fajn tudi kakšnega poslušati, ne samo da te poslušajo. Tako da, Ok, da drugi tebe poslušajo. tako.
A se ti zdi, da te je Ne, že da kdaj ti kdo? njih misliš. Da jaz njih poslušam, ker drugače oni mene. Okay. Aha, ti bi reči, ja. Razumem. A nikoli drugih nimaš takih glasnih sosedov? A živiš v stanovanju, mislim, živiš v bloku ali v hiši? Imam to srečo, da živim na večjih koncih. Okay. Ja, zakomplicirano. Tako da, načeloma, če me kje poslušajo, me drugi poslušajo. Ampak ne živim v bloku, živim v hišah. Okay. Ja, bolj tudi imaš manj možnosti, da druge poslušaš. Ja. Prijetno. Razen, če greš na obisk ali pa če greš na gostovanje. Ja. Pošteno. Ja. Kaj pa ti? Jaz bi rajš, da jaz druge poslušam. To se mi zdi čisto zabavno. Tih 5 minut, a ne? Realno. Ne, tu se meni nikoli to ni motilo, tudi ko sem v blokih živela, recimo, se mi je zdelo čisto zabavno. In tako, ni mi bilo nič. Jaz ful težko si predstavljam, kako je. Vse, kar imam jaz v glavi, je, ker sem živela še v Kopru, je bila ena soseda, ki je kadila, da bo umrla, če ne bo kadila. In ona je tako kašala po noč. To je bilo pa tako davljenje. Pa vse se je slišalo, da bi ona meni na ušesa kašala. In v moji glavi to zveni tako grozno, pač, kot to sem zihrni, ker ti se trajal tako ure in ure. Je pa kašljanje te ne vzburja. Kašljanje te ne vzburja. Ne, seks pa pa tudi lahko. to, a veš, če bi jaz hotela iti spat, bi me vse motal. Okay. Tako da, Če ženska to mi je. kašlja med seksom, vsaj stisne. Ja, to, kar jaz to ni poslušam, več ne pomaga po noč. Meni to čisto zen. Jaz bi reči, da drugi mene, sam pač, da to niso ljudje, ki jih poznam. Tako. A to lahko zbiram. Kar neki random ljudje, če meni neki random je vse. Ker recimo, če grem jaz nekam v hotel seksat, mi je čisto vse, če me kdo sliši. Ja. Doma ne bom glasna, ker nočem, da me kdo sliši. Tako da, reči, da drugi mene, jaz tudi, če nikoli nobenega ne slišim, kako seksam, čisto v redu. Nimaš še verjetno otrok. Ne. In kaj, hočeš reči, da bi me otroci poslušali, da bi jaz otroke? Ne, to je pol izziv, ker pač pol se moraš skrivati, pa se izučiti veščine tihega seksa. Ja, sej živim v hiši starši, tako da veščine tihega seksa. To je slabše. Ja. Po mojem imaš že naštudirane veščine. Ja. Sej pravim, pač, če sem doma, imamo veščine tihega seksa. Dobro. Če smo v nekem hotelu, imamo hotelski seks. Pač, Behanalije, gremo. Ja. Okay. Ali bi raje režiral pornofilm ali v njem nastopal? Režiral, ne režisiral. Režiranje je lažje. Ker to je zdaj tako, kot bi bil delovodja na enem gradbišču. Mislim, jaz sem fizikalc, sem bil, tako da vem, kako izgleda. Tako da je biti boljš delovodja vsega tega. In kaj bolj, kakšne navodila daješ? To sem imel par mentorjev, ker pač, jaz sem bil tudi menedžer večini porno igralk v Sloveniji. Koliko jih pa je, ker jaz sam Latojo poznam? Ja, jih je več. Ja? Jih je bilo A Latojo so tudi pol? tudi. Okay. Živo Latoja. Ja. Ker sem bil pač poleg, kot menedžer, bil sem asistent, zraven sem šel, ker pač težko je ženska, sploh neka Slovenka, Praga, Berlin, Brno, to so velika mesta, hitra mesta, multikulti mesta, nevarno je v ulicah. Sploh te ženske so malo drugačne, bolj izstopajo, rade se izzivalno oblečejo. Tako da pač gre zraven zaradi varnosti, pa tudi zaradi tega, ker dostikrat se potem zgodi, ali pade, ali ima nekaj se vedno zgodilo. Pač bolj, da gre zraven, da jo hrabriš, da pač gre po tej poti. In ko sem jaz pač hodil na ta snemanja, sem pač dostikrat po snemu se učil, pil znanje teh večjih produkcij. 400 produkcij je samo v Budimpešti, teh 400? Ja. Wow. Praga je tudi dosti močna, Brno, malo manj, Berlin sploh. Tako da pač greš tja, spremljaš, gledaš, se učiš, kaj delajo.
In če si recimo režiser nekega pornofilma, ne, kaj tam tako recimo seksajo, ti pa kaj govoriš zraven, jih moraš kaj jih kaj usmerjajo? Te. Ja, ker vsaka produkcija ima svoj thing. Aha, ok. Ne, pač imaš Bang Bros, ne vem, Ja. pač imaš določene, vsi v pornografiji iščejo nekaj novega. New faces, to je pač neko zlato pravilo, vedno hočejo neke nove obraze in pa iščejo ta unicorn zadevo, ki bo ratalo moda Vogue, ne, se pravi, da bo postalo neki, tako kot, ne vem, Anala z roko Sifredi, Hard Sex z gospodom Woodmanom, z njim sem tudi sodeloval. Z vsemi temi večjimi sem imel že opravka. Tako da vidiš različne pristope, vidiš različne tehnike, načine. Je pa tako, večji kot si, bolj si dosaden. Ti ljudje so dosadni. Misliš, igralci, Režiserji. režiserji? Ja, Okay. ta Woodman je že star, ima dost prijav, kar se tiče tega nasilništva, da delajo tudi stvari, kar se ne zmenijo. Tako da pač, ja, dost je woke ratal zdaj v pornografiji ratal, ker na koncu vsak akter je, vsak kreator, ki ima svoj publicity, se pravi vsak, ki ima svoje neke kanale, social media, je svoj medij. In ti imaš ogromno enih sledilcev in imaš ogromno eno moč. In tega prej ni bilo. Ne? Tam včasih, ko so bile VHS kasete, si bil sploh vesel, da si prišel lahko sploh snemat. Ne? In ni bilo, so bolj jih izkoriščali, več so bili ljudje tiho, danes pa ne, danes pa pač enostavno, hvala Bogu, je moč medijev takšna, da enostavno lahko, če kaj narobe poveš in se zavaruješ. Ne? Okay. Ja, res dobro, drugače. Mhm. Daj, tako sam, da si predstavljamo, pač to se mi zdi, da iz prve roke zvemo, kako izgleda snemanje pornofilma. Vem, da to zdaj ni tle v temu, ampak pač, ko smo glih na tej temi. Tako, kako to izgleda? Prideš tja na set in koliko ljudi je tam, koliko časa traja, kako se pripravijo vsi od igralcev do snemalcev, do režiserja, kakšne navodila dajajo vmes, kako se konča, tako, vse to. Kakšen čist praktični snemalni dan? Ja, lahko to tako, deliš walk z us nami? through it. Obstaja. Ja, mislim, čisto odvisen od veličine, od katere produkcije in pa veličine operacije. Večja kot je produkcija, bolj so organizirani, več je komunikacije vnaprej, bolj se pripravijo, te večje produkcije zahtevajo tudi se pravi tvoje mere in ti tudi kupijo stvari, te pripravijo, te oblečejo, Okay. ti dajo tudi napotke. Zdaj v bistvu bolj kot že pravilo, kakor izjema, da imajo tudi svoje prevoze, te pridejo v mesto iskat, te peljejo en dan prej, te peljejo testirati, če nisi testiran, sicer to moraš ti sam urediti. Testiranje se delajo 7 dni pred snemanjem, oziroma veljajo 7 dni. Te ljudje so v privatnem življenju zelo zadržani, kar se tiče seksa izven, se pravi, industrije, ker na koncu to je tvoj kruh. Ne? In dobiti en sifilis, klamidijo, neko neumno stvar, tega je ogromno. Bili so, dobro, da ne bom Čak, šel. tega je ogromno izven teh, pač na Izven, splošno, in ja. te, ki pa so pornoigralci, se pa ful merkajo in tega nimajo veliko, ali še zmer tega veliko? Se ful se čuvajo, ampak so občasni breaki, sifilisa ponavadi. So bili tudi razni škandali, kjer so pač podkupovali laboratorije, da so dali. Ja, to so bile. Ker to se pol cela produkcija ustavi, ne? Enkrat smo slišali, smo zadnjič govorili, da to pa vse vstavijo in se ne vem, koliko časa ne snema. Bilo je v Evropi, mislim, da je bil en outbreak, ne vem koliko let nazaj, in je vsa industrija stala, mislim, da 3 do 6 mesecev. Ne vem točno, nimam cele točnega podatka, ampak vem, da takrat, jaz takrat še nisem več delal te stvari. Ja,
se ustavijo. Potem pa problem pa je, ker se te ljudje filajo z raznimi antibiotiki. Zdaj pač te igralci ne toliko, kakor ljudje kakor homoseksualci nasplošno. Drugače je kuga teh super sifilisov, super klamidij, ker so odporni že na vse antibiotike, tudi močne, in dejansko ti teh stvari ne moreš premagati, morajo posebne vojaške antibiotike ven vleči iz raznih bunkerjev, da lahko to zdravijo. Po Evropi je kar veliko tega. Tako da, zato je ta industrija zelo zaprta. Imeli so bile so par laboratorijev se je zaprlo, tudi zaradi tega, ker so izkoriščali te zadeve, in so pač se jih je dalo podkupiti, zato ker če nekdo ni snemal, te ljudje pač živijo, niso glih finančno pismeni, ne vsi. Večinoma ljudi v tej industriji ni finančno pismenih. Na splošno populacija ni finančno Ja, pismena. ok. Saj še jaz nisem, če sem čisto iskren. Res je, tudi jaz ne. Se nas noben, kdo nas pa nauči, a v šoli se učimo o finančni pismenosti. Se tudi v Ker tem pa o šola ni- seksu se ne. V denarju pa o spolnosti, to je tabu. Pa dobro, še kaj drugega. Ampak ja, je res. No, in te ljudje, kljub temu, da živijo malo na večji nogi, in te noge so zelo hitrejše, so vezani na ta cash, na to snemanje, na preživetje v bistvu. Ne? Ker ti preživiš 400 evri ali s 5-10 juri iz kraja v kraj, pač ne, je vse. Tako da je enih par teh laboratorijev je bilo zaprtih, ker so pač to izkoriščali, in je kar problem, ne? Ker kakšno tako zadevo, to 2-3 mesece, tudi pol leta se kakšna stvar zdravi, ne? Okay. Kako je pa drugače tako povprečna življenjska doba kariere enega pač nastopajočega? To je pa kle recimo je razlika v spolih. Ja. Kle ženske več, to je v bistvu ena redkih industrij, ker ženske več zaslužijo kot moški. Okay. Tako da. Ampak imajo pa ženske krajšo življenjsko dobo. Krajše, manj Ja, časa itak. igrajo. Če začneš pa 18, max 5 let, razen če pol sem. vlečeš po starem, ne? Po starem, to pomeni, po starem pomeni, da ti si odvisen samo in da ti igraš samo v produkcijah za filme, za scene, in preden ti obrneš vso to sceno po Evropi, pa mogoče kaj daljna, ne? Traja 5 do 7 let. Preden ti obrneš to, da delaš, ne vem, 2-krat na teden. Ne? Tako da moški pa, starejši, ki so, pa velja ta princip vina, starejši, ki so, bolj so vredni, ker so bolj izkušeni. Tako da pri moških je pa tako kot klina, dosti je, ni v bistvu veliko konkurence med moškimi porno igralci. Jaz skoraj vsaki 14 dni dobim mail, da bi nekdo bil porno igralec, zato ker pač on misli, da je zelo dober jebač. Ampak ko je 5 ljudi tam odzad za tabo, pa en s kamero na rami, pa luč v faco tle, luč v faco tam, en se dere odzadi, da pač ima 30 sekund, ko bomo končali sceno, in ti pač moraš ti priti, Yeah. na ukaz. Ja. In to so te stvari, ker pač ti more dvigniti se na ukaz Yeah. in moraš ti odigrati koreografijo, se pravi svojo, ker pač moški igralci so priznani, če imajo nek svoj stil, nek svoj mojo, neko energijo, auro, karkoli že temu rečemo. In zato so recimo malo bolj plačani, ki ostali. Drugače moški niso pomembni v pornografiji, ker pač večinoma gledalcev in kupcev pornografije so moški, grši moški, ki je, to je vsaj tako prej veljalo, boljše, zato da se pač ljudje ne zakompleksirajo, kaj gledajo, ne. Ni pravilo velikega spolnega uda oziroma po domače kurca. Ni pravilo. Ne, ker v bistvu
odvisen, kdo so njihovi kupci, ker te produkcije vejo, kdo so njihovi kupci. In pač big dicks niso vedno najboljša stvar. To ponavadi ženske gledajo in kupujejo. Ne? Ja, sem tole moram povedati, preden nadaljujemo. Se ti je kdaj zgodilo, da si čist pozabila nase, pa da ti je ob vseh stvareh, ki jih imaš v življenju za narediti, ful padel libido? Meni se je tudi to zgodilo, zaradi tega smo z ekipo Ulala šle all in smo razvile prav svoj napitek za podporo libido in energiji za ženske. To je ena taka mešanica adaptogenov, vitaminov in aminokislin, ki nam ženskam pomaga, da lahko končno spet začutimo sebe in dobimo nazaj tisto iskrico. Ker pač libido ni samo tisto, ful si želim seksati, ampak je tako neka taka najbolj pomembna življenjska energija. Preden smo mi razvile Passion Potion, sem jaz probala že milijon enih drugih stvari za libido. Pa napitke, praške, kapsule, ampak nobena od teh stvari mi ni bila zares okej, nobena ni tako popolno pasala v mojo dnevno rutino, kakor paše Passion Potion. Jaz si Passion Potion najrajš privoščim popoldne, ko opravim že vse svoje delo, se usedem na kavč in si vzamem tistih svojih 5 minut in samo uživam. Ampak Passion Potion ni samo en tak božanski mango pasijonka napitek, ampak je tudi funkcionalen. In sicer jaz sem po 3 mesecih rednega testiranja opazila ogromno izboljšavo na libido. To pomeni, da zdaj na čisto random trenutke pomislim na seks, bolj spim, manj me motijo vse stvari in lažje se v življenju sprostim, pa še popoldne mi ni treba hoditi več spat. Če hočeš tudi ti svojo merco libida, energije in dobrega razpoloženja, pa skoč na ulala.com in si prvošč svojo vrečko. Zdaj pa gremo nazaj na epizodo. Mene nekaj zanima. Pač mi, ko se pogovarjamo o pornografiji, jaz si tu predstavljam, da tu se predvaja na Pornhubu, ne? Ampak to ni resnica. Zdaj, kad ti to govoriš, tu verjetno je neki bigger deal, ali kako? Daj povej nam to. Ok, da razčistimo. Ja, prosim. PornTubi. Kaj? Ja? Aha. PornTubi, AKA, Pornhub, Ja. Xhamster, XNN, pač vseh ping porn, whatever. To je arhiv porničev, katerim so v večini potekle licence. Jaz snemam pornič, podpišem model release z umetnikom in ta se v zameno za avtorske pravice za obdobje 3, 5, 6 let, kakorkoli, max mislim, da je 6 let, ali 5 že dolg nisem tega počel, nisem bral že pogodb dolg, se ti odpoveš tem avtorskim pravicam. Ne? Po končanju teh avtorskih pravic produkcija lahko še vedno prodaja te video posnetke, lahko jih predela, se pravi, lahko jih da v kolekcije, lahko jih da v film, lahko seka v scene skupaj sestavlja, dela kolaže, whatever. In ko poteče ta licenca, potem gre to lahko na odpad. Se pravi, mi šele potem vidimo, ko že vsi pa drugi kupijo in vidijo, mi šele potem vidimo. Ja, v bistvu mi gledamo 5 let nazaj. Hudo. Bam. Čakaj, in pa kje se pa prodaja? Ja. Recimo, to oni imajo svoje spletne strani, recimo pa prodajajo. In koliko stane, da bi jaz hotela kupiti ta pornofilm? V bistvu grejo, najbolj popularni so subscribi, članarine. To v bistvu je tudi pornografija izmislena. So te subscribi, kjer pač ti plačaš 20, 30, 40, odvisen koliko evrov, čisto odvisen koliko je težek žanr. Ne vem, z invalidi žanri so pač dražji, ne vem, ali pa imaš bolj tabuirane zadeve, so dražje, bolj kaj je domino, bolj kaj je fetiš, so dražje naročnine. In potem ti za to naročnino, tako kot Netflix, ne, ti v bistvu dobiš na teden, čisto odvisen, koliko ima ta pay site, temu reče, koliko porničev oziroma scen, česarkoli, da on gor. Tako kot pač Netflix isto. Ja, se razumem, in še lepo, ko gre lahko kam drugam. In to so mi v bistvu to, kar vi gledate, najnovejša stvar. Tako bom rekel. Te pay site produkcije izkoriščajo se pravi, te PornTube za marketing. Ja, zato so tam noter klipi, paid stvari in tam so, v bistvu, vse, kar mi gledamo na PornTubih, so reklame, napovedniki in stare stvari. Sem res, da ti pol tam reče v spot, pejt pogledat na
Lesbeja.com Ne, ker pač ali pa karkoli. To- Veš, jaz si kako- ljudi vprašam, ne, kdaj si, kao porniči so slabe kvalitete. Moje naslednje vprašanje je, kater pornič si kupil na zadnje? Mislim, itak je to retorično vprašanje, ne? Noben, težko ljudje kupujejo. Mislim, ljudje ne kupujejo porničev. Ampak kdo pa jih kupuje? Ker nekdo jih mora kupovati. Ja, ne? ja, kupujejo. Zelo. Mislim, so ljudje. Mislim, za tistega, ki si ne bi mislil, da kupuje porniče, ti si jih zihar. Ne? Zakaj pa, recimo, vidi nekdo, recimo, se pravi, take vsebine zares dobre ne moreš najti nekje drugje, če ne plačaš, tu hočeš reči. Lahko izripaš, ki je dol Ja. na kakih torrentih, karkoli. Aha, ok. Ampak kdo kupuje porniče? Ne? Kdo hodi v kino? Je isto vprašanje. Ja, makes sense. Ja, make sense. Ne? Sem res, ko bi ga lahko drugače čisto. Počakaj, pa še ne rabiš niti 5 let čakati. Čakaš Zdaj, par ljudje, mesecev. dajmo neki, ne? Ljudje gledajo, Oh, porniči so slabi. Prvo, pornič je film. Spider-Man je naredil več škode pri otrocih, ki so mislili, da so superheroji in da lahko skočijo iz ne vem kje in si več zlomov roke od Spider-Mana, ki pač, ne vem, posilstev od porničev. Saj, to je No. moje mišljenje, ne? Ampak Kaj gledaš, ne? Kaj pa lahko ti v 15 minutah vidiš? Ne? Pač narediš drkico, nek moški poprečen gledalec teh Pornhubov, kaj pa on lahko ceni to? Mislim, ti, ki greš gledat film, ne, v kino, ti ga ne preskočiš, ne, v 3 delih. Jaz bi tukaj sam. Ne bi glih rekla, da pornografija ne more biti škodljiva in da to se mi zdi vprosti mal senzacionalno, Ja, mal okej. pretiravanje, da je Spider-Man bolj škodljiv kot pornografija, ker pornografija je čisto odvisno, kdo jo konzumira, kako jo konzumira, pa še kako je narejena. Zdaj, če je neka etična pornografija, neka pornografija, kjer vsi consensually sodelujejo, kjer ne pride do zlorab, kot si rekel, prihaja tudi do tega, pa to, kar si ti rekel, je še začetek teh globin, kaj vse se dogaja. Okay. Ne bi glih rekla, da je čist nedolžna, ampak se pa strinjam, da ni samo slaba in da je lahko čisto v redu za to, da neke določene fantazije izživiš, ki jih na drugačen način ne moreš. In pač je lahko čisto v redu, ampak lahko je pa tudi zelo problematična. Deva se strinjati eno stvar. Vse, kar mi danes govorimo, je namenjen odraslim. Ja. Ne? To pa je. Ja, ne? To pa je. Sprav, moje razmišljanje. Ti si specifično za otroke govoril? Ali? Ne. Če je kdo tukaj je zagovornik, da pač morajo biti starši zraven pri gledanju filma na kjerkoli kanalu z oznako PEGI 13, to sem jaz. To se pravi, ti ne moreš otroka samega pustiti za en običajen film, ki je z oznako PEGI 13, PEGI 16, karkoli že imajo. Ne povem, kaj to je pač oznaka, kjer pač se priporoča ogled staršem in ne zato, da bo starš zraven ti prinesel kokice, ja, v redu, ampak da ti bo razložil, da pač ta nasilna scena ali pa nekdo, ki ga psihično maltretira, da se tega ne dela v realnem življenju. In ja, pornografija je škodljiva v napačnih rokah, se tudi orožje je, ne? Pač vse, ne? Vsega, kar pa je preveč, mi govorimo o odvisnosti, mi smo lahko od kave odvisni. Smo, ne? Prej, tu nima nič veze s tem, ampak prej, ko si rekel, da pač kaj pa lahko ceniš pri pornografiji, ki je 15 minut dolga, po mojem, mi čist drugače tako vidimo. Ne, recimo, jaz sploh, kaj pa ti ceniš pri pornografiji, kaj pa jaz cenim tako v nekem takem dolgem pornografskem filmu, recimo mene sploh ne zanima, sploh ne morem si razumeti, kaj bi jaz tam našla zase. Se pravi, govorimo o filmu. Ja. O filmu. Ja. Mi smo z Audom 69 naredili najdaljši slovenski film, Porno. ki je bil polnoč. Koliko je bil dolg? 3 ure. Okay. Ja. In koliko je tega dejanski seks? To pa malo se zanima. Bilo je več seks scen. Okay. Ja. Okay. Več različnih Ne, dogajanj. to si predstavljam, ampak tako, ko je, ne vem, 80% je bil seks ali 20% je bil seks.
Mal, ne? Ne, je bilo veliko več, je bilo seksa, ampak je bilo ogromno enih scen, mislim, da je bil to Gremo mi po svojo. Aha. Kakor kao parodija na Gremo Tako po mi svoje. smo delali parodije. Aha. Zajtrk patelinov, pa Aha, pa tu sem jaz nekje videla. ja. Ok. Se pravi, tu je kukar, da zgodbo potem ceniš, torej. Kadre. Pa tudi kot Svetlobo. parodijo, pa si imaš tudi parodijo. A veš, tako če si pač Imaš za parodijo. Somrak je bila parodija, ki jo je folk gledal, pa ni bilo seksa noter. A veš, pač tako se mi zdi, da je tako nekaj, kar ti je poznano, pa da je še Razumem. seks noter. Ja, jaz razumem, zakaj bi Jaz to pa pol ne tako razumem, gledal. zakaj bi jaz tu gledala 3 ure, recimo. Sam, a to gledaš zato, da potem zraven masturbiraš, a to gledaš zaradi tega, da pač sej sva šle tudi v kino gledati pornografijo, pa ni bilo zaradi tega, ker bi hotel, a veš, nek end goal. Ja, drugače. Mi ne razumemo, da je pornografija filmski žanr, tako kot grozljivke, tako kot romantične komedije. Ja, res ne. Ne. Ja, ne, res ne, ja. Ja, ne, ker mi gledamo pornografijo kot vzvod za neko nizko vibracijsko samozadovoljevanje. Ja. Ja, res je to, ja. Ok. Ful zanimivo. Meni je zelo žal, ker moram jaz to vam povedati. Ja. Zakaj? Ne, hecam se. To bi Ne. lahko videl že vedle. Ne, hvala Bogu. Ampak ful Ja. dober. Ker- Ful sem tudi vesela, da imamo zdaj nekoga, ki ima tako te insiderske stvari, ker jaz sem to vse že slišala, ampak nisem si predstavljala, da je v Evropi tudi tako. Ko gledam eno spremljeno na TikToku, ki je pač porno igralka, ampak sem tako, ker to zdaj ona verjetno govori, kako je pač v Ameriki, ki snimajo produkcije. Ampak je isto kot v Evropi, pač to, kar ti govoriš, je pač je povsod isto. In mi je ful zanimivo in mi je ful dobro, da zdaj dobimo iz prve roke informacije, ker se mi zdi, da jaz to govorim. Včasih še sama sebi ne verjamem, ko so stvari kakšne tako nore, ampak Da se vrnemo nazaj na snemanje, ker mogoče smo malo... ja, Bom jaz sorry. tistja. Ne, Prosim. ni panike. V bistvu scena je pač postavljena, luči se postavijo, ekipa, snemalna, kamere, maskerke. Drugač, fun fact, največ igralk v prejšnjem, iz prejšnje pornografije, se pravi po old school, je prišel not v industrijo čez masko. Se pravi, največ maskerk je ratal porno igralk. Zakaj pa misliš, da je tako? Doskrat je bilo zaradi tega, ker kdaj punce niso prišle in potem so te režiserji nagovorili one druge. Ja, pa sej, pa Oh, dejlej, shit. 2 ure, to je to. Ja. Pa so to une scene, veš, na ulici, ki ti ponudne, fulenga denarja. Čak, ampak za 2 jurja, koliko pa kaj plačajo? Ok. Govorimo o ženskah. Okay. Zdaj je neka Kuk bi jaz dobila, če bi šla pornič posnet? Bom Dolg 1 govoril. uro. čisto odvisen, ker jaz vem, da bi ti delala fetiš scene in bi recimo, imam eno Caitlin iz Amerike, Ja? ona dela skat. Mislim, da sem jih videl nek. Povej Tu sem tiste- jaz za tiste, enkrat ki ne vejo, povedala, kaj to je. ne bi jaz v resnici vsak dan. No, Ja, saj tudi to, a veš, saj to- gospodična In dobila koliko je za to 70 dobila? jurjev, je dobila na sceno. V bistvu To z pa enim, po moje z še ti enim, nisi. z enim gospodom iz Saudske Arabije, mislim, da. Ona dela samo skating in ona dela samo une hard zadeve, ono maltretiranje. Povej za tiste, ki bruhanje ne vejo, ust. kaj je sket najprej. Skating je neka, je žanr, ki je nadaljevanje pissinga, se pravi Blato. blato, ne? Se pravi človeško blato. 70 000 evrov za eno sceno in koliko traja ena scena? Ne, ona je to slučajno dobila od enega privatnega bidarja, ne? Tako je. Ampak so pa ogromno bolj plačane zadeve, kakor te fetiš scene so veliko bolj plačane. Boy girl se reče BG, ne? Boy girl scena je tam nekje v Evropi, recimo se plačujejo tudi v dolarjih, je nekje od 450 do 550 dolarjev Za žensko. za žensko. Se to zdi ful mal. Ja, ampak dajmo neki. Ja. To je zdaj tako, kot v McDonald's, ki priješ, ne, pa daš še malo kečapa, malo uno, pa prije 12 evrov. Ne? Okay. Kaj pa pol še dodajo? Ja, pač pol dodajo, ne vem, imaš različne stvari, imaš enega tipa, 2 tipa, imaš pol še, kaj imaš še, razni fetiši, imam cel seznam teh fetišov, ki tam, opa, še, imam cel seznam fetišov, kjer pač tam poklukaš, kaj delaš, ne? In mi smo to dali v produkciji
In ta produkcija te je potem najela in ti je dala tudi razpored, kaj vse se bo delalo v teh scenah. Aha, in poleg tako čink, čink, čink. In se Add-ons. dodaja tudi razne. Pač $200 dodatka dobiš, če še izvajaš analo. Ne? Če so Premalo. starejši moški, dobiš več plača. Okay. Ne? Če je več moških, se to duplira. A. Tako, no. Ko pa moški ima plačano za boy girl, če ima že Mi ženska smo to zelo malo? reveži. To so tam, kjer je več konkurence in ker je pač te delovne sile več, ki je bolj dostopna, je od $80 do 200 ZT boljši. Se vem, a vam dam robčke? Ne, zakaj? Ne, tako, ker sem že mislil, da boste jokale. Ne, Ne, se mi ni na žal, sorry. Ja. Meni je vse. Ampak tako zanimivo mi je, kakšna razlika. Ja, veš. je. Pač sej kaj, pa malo dol delaš, pa se ti nabere pač s časoma. Sej, Tako je, ne. ni glih Saj za to. jokat tle, sej lahko. No, glavno mi je- Sorry, kaj Ja. ti prekinjam. To se pravi pomeni, da če si ti moški pornoigralec, ti moraš imeti neko še redno službo ali pa saj neko za polovični delovni čas, ker ti s tem ne moreš preživeti. Ali pa živiš v centru, kjer je ta industrija, si dobro povezan s produkcijami, In pol vsak dan, saj enkrat na dan snemaš. nekako. Wow. Ne. Ampak tebi se s časoma ti raste cena, ker si zanesljiv. Bistvo je tukaj zanesljivost. Ful dobro je, da se ne špikaš v kurca. Glih to sem hotel vprašati, koliko je tega? Ful. Ana da. Mhm. Pa si predvsem s tem, da si špikajo, ali začnejo s tabletami, ali kako. Ja, začnejo s tabletami, ampak dosti tudi več imaš teh movementov, ne? V tej pornografiji imaš eni, ki so clean, imaš eni, ki so pač dosti na drogi in pač te, ki so ki pijejo alkohol, ki pač ne skrbijo, ki to njim ni res 100% kariera, ki ne delajo na samorasti, ki ne delajo teh raznih tehnik za dvigovanje vzdržljivosti, injakulacij in vseh teh, te se pač pikajo. A drugi pa dejansko pač vadijo, kaj edging malo to stop start tehniko, pa te. To se pravi, je efektivno to, a ne? Definitivno, jaz sem človek, ki bo to potrdil in tudi z enim pornoigralcem, ki sem ga spoznal na Evropskem prvenstvu v seksu, nekako probava narediti en tak tečaj za pornoigralce. Jaz imam recimo 2 To študenta. naredi takrat, da se veš, koliko ljudi se ti bo prijavilo. Ja, imam 2 študenta, ki pač želita biti pornoigralca. Jaz sem coach, treniram ljudi za seksualno delo in pač gremo za razne tehnike, kaj je pomembno, kako se pripraviti, ne, da lahko nastopaš na trgu dela. Jaz imam čisto preveč vprašanj. Ne vem, ne moram se skoncentrirati sploh, ker tu bo šlo kar nekam zdaj, če začnem Bo šlo, spraševati ta verjamem. vprašanja. Ampak glej, saj mi ne rabimo biti zadnjič tukaj. Zakaj snemate pornofilme? Okay, Skupaj fundamentalno zakaj? filozofsko zakaj? vprašanje. Ne vem, zakaj? Mislim, snemanje je ovekovečenje gibljivih slik, večjih slik, ne? Se pravi, filmi je več slik v gibanju, ne? Če že gremo v hardcore filozofijo, ne? Teorijo. In ovekoveči neki, ne? Zakaj se pa ti slikaš, ne? Zakaj mi slikamo stvari, ki jih pa nikoli ne gledamo na telefonu, ne? Da imamo spomin, ne? Saj to, oziroma da imamo spomin, oziroma da ta imidž lahko prenesemo, da ga lahko nekdo drugi vidi, podživi, da se lahko poistoveti. Entertainment je v bistvu tudi neke vrste. Zakaj se pa odločijo recimo ljudje, ki jih ti pa mentoriraš, da bojo tu počeli? Ja, dejstvo je, da so vse stvari vezane na ego. Če gledaš tako, ne? Samo dokazovanje, premagovanje nekih strahov, travm, manj vrednosti. Ja, recimo jaz bi si predstavljala, da se večina ljudi, ko se za to odloči stiske, ali pa tako imamo mi občutek. Ja. Ne, vsi. Je to resnica? Ženske včasih.
Okay. Nič več. Okay. Če dalje manj je, da se ljudje vključujejo v industrijo za odrasle zaradi stiske. Če dalje manj. Grozna stvar, mlade punce se podajajo v prostitucije iz dolgočasja. To so punce, ki so doma, niso revni in jim je dolgčas. Okay. Kaj si želijo pozornost? Mogoče kaj doma? Ali... Te punce po moji laični psihoanalitični izkušnji, mislim, znanju, so to osebe, katerim je doma primanjkva ljubezni, pozornosti, potrditve in si želijo biti opažene, čaščene. Kaj pa en dober razlog, zaradi katerih se ljudje odločijo? Recimo tako tak... Denar. Ali pa tak, je kakšen tak globi razlog lahko tudi? So. Teh je zelo malo in najraje se s takimi ljudmi srečujem, ki so dejansko osebe, ki so rojene za to. In to je nekaj najlepšega. To je meni tako čudno, ko to rečeš. Kako bi bil rojen za to, da si porno igralec, recimo? Prostitutka. Ne, pa tudi jaz res ne zabavam te, res me zanima. Se jaz tukaj. Kako si za to rojen? Kako to misliš, da je tvoj največji talent seks? Kaj je tvoj talent? Moj? Zakaj ti misliš? Zakaj si ti tukaj? Ne, zdaj tukaj. Ja, veš, ne? Rada govorim. Ne tukaj, ampak... Ja, vem nasplošno na svetu. Ja, Zato, ker tako. rada govorim, pa povem, kaj si mislim, pa zabavam ljudi. Evo, zato. Ampak saj tudi zabava je tudi seks. Recimo, prostitucija itak izhaja iz neke sakralne prostitucije, iz ples in seks. Orgije so v bistvu dva portala do višjih, drugačnih dimenzij dojemanja. Ti pač imaš neke ritualne plese, s katerimi pač prideš v neke faze, v neke isto je seksom. Ker ti, ko seksaš, ti, ko se ljubiš, da je tako reči, ne? Ko se predaš, ti greš malo ven iz sebe. In seks je magija. In ženske ste tukaj najmočnejši spol, veste, generator energij. In mi smo pa samo tisti, ki upravljamo oziroma probamo usmerjati to energijo. Ja. Probamo usmerjati to energijo. Teda, tako, kot sem rekel, jaz dokler se nisem začel malo s tantro ukvarjati, sem mislil, da veliko stvari vem. Teda, ne samo vedeti, razumeti, delati tudi občutek, izkusiti. Ne vem, ko ti masiraš, recimo v tantri, prideš do neke točke, kjer ti osebo, katero masiraš, kjer ti pihaš oddalč v njeno telo in ona doživlja multiorgazme. Ja. Ampak zakaj pa moramo to posneti? Mislim, Veš, kje se meni zalom v glavi? Jaz se s to vse strinjam, kar si zdaj rekel. Meni se sem zalom, ker pol ne vem, kje v resnici je meja med tem, da nekoga izkoriščamo, pa med tem, da se imamo lepo, pa da je to normalno in odprto. Veš, kaj mislim? Tako, ta dva pola sta mi, ne? In pol jaz znam stopiti na oba dva ekstrema, ne? Znam tu delati, pa sem delala, pa se mi je takrat zdelo, da mi je fajn. Zdaj pa se mi zdi, da sem iz stiske to delala. In pol ne vem, kje je ta meja, da zaščitaš tako punce, kot sem jaz, pa da bi recimo lahko rekel, da jih ne spodbujaš, da se za to odločijo, ali jih ti spodbujaš, da se za to odločijo. Moja praksa je, da sem veliko več ljudi odvrnil od marščesa, kot sem jih novačil. Prvo novačenje je kaznivo dejanje. Zato vse mi, kar počnemo, delamo v okviru članstva in pač mi pomagamo en drugmu kot člani. Ne? Izkoriščanje je pride, ko pač ti delaš stvari, ki jih ti ne želiš delati, oziroma kjer te nekdo drug prepriča, da počneš stvari, ki si jih ti nisi zamislila, da bojo tako. Ja. Fotopap imaš, recimo. Pa ne pride vedno do tega s časoma. Od tebe je odvisen.
ti si tista oseba. Vem, ko se gre za tako visoke količine denarja, pol ful pristaneš na stvari, ki drugače ne bi. Aha, se pravi, govorimo o komercialni zadevi. Ne vem točno, če mene sem mot. Ja, tako nekaj me zdaj mot. tako je, ne. Ko govorimo o komercialni obliki tega, pač ti, če delaš na nekem projektu, a ne, veš, da je težko. Veš, da boš neki cajta tam in veš, da boš delal stvari, ki bi bil raj doma. Ampak ker pač imaš projekt, nek zaslužek, projektni zaslužek, ki je zanimiv in je privlačen. In ti greš malo čez sebe. Tako je pri vseh ostalih stvarih. Zdaj mi samo pri seksu gledamo, da je to ful bolj strašen. Je, ker je pač to zelo velika intima, sploh pri ženskah. Karkoli se dela žensko, greš ti v njo, v tvoje telo. Pri moškemu imamo mi zunaj, ne, te zadeve. In je drugače, tudi energijsko gledano. Ne. Zdaj pa tako, čisto spet je odvisen od žanrov. Imaš ti ženske, ki so v nekih žanrih bolj dominantne. Kdo je zdaj tukaj, ki se ga izkorišča? Onga služna, ki ga 2 ure že tepe, pa je že 3krat umedle vmes. Ne vem, se Ne to vem. čistko iz osebne, po moje mene. Ja. To, ko imam občutek, da bi jaz na marsikaj takrat pristala, če bi mi nekdo ponudil ful veliko količino denarja. Ja, Tako to na pa vse stvari, ki mi tudi ne bi bile všeč, bi pristala. verjamem. In to je, ni to zdaj problem v branži, pa v žanrih, po industriji, ampak je problem o tebi in denarju, kakšen imaš ti odnos do denarja. Ja, sem tu še vseeno ne izključ tega, da se verjetno veliko punc tako počuti, pa da so pol se počutijo izkoriščene. Pol se počutijo izkoriščene. Ampak Okay. idemo tako isto pri prostituciji. Jaz Ja. rečem, največkrat pride do žrtev, ki zmanjka denarja. Ker dokler je fajn, pa dokler si ti kupiš Gucci torbico, pa ne vem, kokain, pa ne vem kaj še vse, ne? Pa dokler je denar, pa priteka, pa imaš ti 8 ur v žepu, pa v šteku 10, takrat ni noben žrtev. Kaj hočeš s tem povedati? Da pač ponavadi so žrtve, seveda so ljudje, zvodniki, kateri izkoriščajo ženske, punce, so sugar boyi, ki so pač, kateri te na pretvezo ljubezni prepriča, da se spuščaš v prostitucijo, da izvajaš stvari, ki jih ti drugače ne bi želel, ampak jih v imenu ljubezni potem to narediš za tvojo drago osebo. Ne? To so žalostne zgodbe. Ne? Ampak danes smo rekli, da smo pogovarjali o zabavnih sicer zadevah. Ampak ja, zato jaz bi predlagal naslednjič, da se pogovarjamo o nezabavni industriji za odrasle, ki je tudi zelo en velik del, s katerim se jaz ukvarjam. Govorimo o spolnih, govorimo o izobraževanjih, tudi teh oseb z motnjami v razvoju, spolno vzgojo, reševanju teh težav industrije za odrasle, reševanju teh ljudi iz te industrije, kar je zelo pomembna stvar, ker se zelo malo ljudi s tem ukvarja. Ampak Ja, namen sigurno. industrije za odrasle je, da so kupci, se pravi uporabniki tega, da se na koncu zabavajo, da se imajo dobro in da doživijo nekaj, kar doma ne morejo, ne smejo, ne bi ali pa nimajo. Okay. Ja. Jaz sem končala s svojim monologom, hvala lepa za drugače- prostor. Veš kaj, sam se mi pa zdi drugače tudi, da so bila vprašanja čisto na mestu. Taka osnovna so bila, Ne, ki jih v resnici Sem ne vesela, razumem. da smo to Ne, ni tudi v panike. bistvu dodali zraven Mhm. in še to malo razčistili, ker sigurno je imel tudi kdo, ki je to poslušal, kakšno tako vprašanje in hvala, ker si odgovoril na njih iskreno in pač tako se mi zdi, da je neka širša perspektiva zdaj na tem. No, zdaj pa lahko zabavno začnem. Veš kaj, jaz predlagam, da gremo zdaj na intimni kotiček, Ja. da imamo malo pavzice zdaj od teh resnih tem Ja. in potem nadaljujemo. A? Ja, Smo uporabljajo, kako igračke uporabljajo v porno industriji, ki snemajo film. Jih vi provajate ali jih slabo prenesejo? Ali jih sploh ne uporabljate? Oboje. Okej. Mislim, prva dva odgovora. Ponavadi imajo s sabo, Aha. čist ali priskrbijo nove,
ali preskrbijo za točno ta določen namen snemanja tipa pripomočke, križe, prangerje, whatever, ne. Seks mašine, ni da ni, vse sem že uporabljal, mislim, vse sem bil že zraven, ko so to uporabljali. Je pa fajn, da pač imajo kakšne stvari kdaj tudi s sabo, če recimo mi, kadar smo snemali, smo prosili akterke, da pač s sabo prenesejo, že zaradi higiene, da se tudi boljš počutijo. Ja, to se mi zdi kar kul. Čeprav se mi bi pa tudi fajn zdelo, da greš na snemanje, pa ti dajo novo igračko, ki jo lahko s sabo domov ne izneseš. Tako se mi, to je praksa drugače. Ja. Ja, itak. A vas potem kakšne sodelovanje s kakšnimi temi proizvajalci seks igračk, da so sponzorji raznih snemanj, ali se to ne dogaja? Večje produkcije imajo te zadeve. Tako. Kako? To je skrivnost? Ne, ni skrivnost. Recimo Skin, bi oni sponzorirali nek ponel. Mislim, sponzorirali, mislim, da gre to za neko partnerstvo, karkoli. Mislim, da so tuji brendi tako dosti veliki. Pozabil sem že, nekaj cajta že od tega. Tako da ja, uporabljajo določene brende tega. Sploh so te poznani flashlight porniči. Ok. Ja, ful dobro. Ok, a boš ti začela? Dimni kotiček, ja. Jaz imam danes najbolj basic Leon vibrator od Satisfyerja. To je Satisfyer. Ja. Wow. Ki ima eno posebnost in sicer ta cela površina vibrira, ima pa posebnost to kroglico. Kako se premika ta kroglica? Tako na pritisk, ven pa not na obe stvari. Mislim, da je A taka, to je na pritisk? mislim, da je taka palčka tako noter. A to ni avtomatsko? Ne. To je na pritisk. Kar je funkcija tega, je, da v bistvu, če navaden vibrator pač ti pritisneš, ne bo tle več pritiska. Ne znam razložiti, kukor da tako pol tak malo upor je. Veš, A lahko probam to? bunkico. Ja. Kva? Razlagi, ampak. Ja, veš, ko ti not pritisneš, ti ta bunkica dol pritiska, ne? In Točno ustvarja tako pritisk. hočeš, ja. Veliko In je to fajn, uporabljaš. in tam je najbolj skoncentrirana vibracija na tej bunkici, ampak ta cela stvar vibrira. Tako da pol v bistvu je kot, če si jo daš na vulvo, ne, ta Wow. spodnji del v vhodu, ta več, ta pa na klitoris bunkica. In pa vse nekako obrneš. Ja, Ja, vse se Se mi pa- zdi, zdi, da ena stran kakor bolj vibrira, kadar... Ne, isto je. A bi te zanima? Se bom probal sem ga. To govorimo za Zunaj. za klitorične orgazme, ja, ki so pač en basic, kratki, ostri. No, so tudi dolgi. Čisto odvisno. Mislim, imaš 7 nivojev, v tantripu se pozna 7 nivojev orgazmov. Tako da ja, vse 7 je. nivojev orgazma. je fajn je, če je to s partnerjem, da pač ima ali partnerka ali partnerca Ja, lahko zraven, ne? ja. Če lahko drži. Ja, ta je ful dobro, meni se zdi za držanje, ni? Tak, Ja. veš, tako, No, vse, meni je kar sem všeč, daš ja. v roko. Ja, tako. ja, se mi zdi praktičen. Pa ni Tako da, vibratorski tip izgleda. ja. Naj ful je tak Ja. nedolžen. Ja, lahko ga daš Všeč tako mi je. v kako kuhno ali pa Ja, dnevno če ga sobi. je to- pozabiš, kje ni panike. Ja, tako je. Saj to je zdaj. Ja. V bistvu to je verjeten zaradi tega, ker smo v novi epohi dizajnov igračk, ki jih ne dizajnirajo moški. Ja. No? To si- Ja, levi Je. srček tam gor, recimo, Ja, ne? Ja. Pa sladoled, pa ne vem kaj. Spet je dol padel. No, ja. No, v glavnem, jaz dam temu v resnici oceno 9 od 10, ni pa čista desetka mi, zaradi tega, ker želela bi se, da se ta bunkica, da ima več upora. Ker če jo jaz jo lahko čist pritisnem in potem nima zares več izbočena, ni več. In tu me mogoče malo, Ja, pa se bi pa lahko prst gor naslonila proti. ja, sej sem polja. Aha. Ampak tako. Okay. Drugač, tako prav proper Leon, vibrator, tak enostaven za med Pralen. seksom, si ga ful predstavljam. Fun fact. A se spomniš unga, ki sem ga imela, ki je tako, kot ena redkvica, ki je bil tisti roza, taka bunkica je, pomeni pa tako 2 ušeska ven. Se ga spomniš, ene par epizod nazaj je bil. Pač ta, ne vem, koliko sem mu dala takrat oceno, ampak še eno točko mu dodam, ker zdaj ga uporabljam med seksom in je nadomestil unga buleta, ki sem je pokvaril. Ne vem, sploh, In mi je katerega ful všeč. misliš.
Žal mi je. Ja, Tudi če mi boš govorila, ne bom vedela. pa nič. Napiši si, da me potem vprašajo, da se da slika noter, bom povedala, kjer ti narisala pol, kjer je slova na posnemanju, da se da noter slika, da te vedel. Ker pač, tako če iščeš nek basic, vibratorček, tak cute in to, love it. Imaš še kaj za dodati? Ne, noč, sem da mi je bil všeč. Pa kje se ga dobiš, še povej? Na pitchpop.si, skoda med nama 10. Jaz sem v tole. A veš, kaj je to? Nekaj od Batmana. Kako bi to uporabil? Od Batmana. To sigurno je tale, to v bistvu tak ring, penis ring. Probi tako opisati, da bojo ljudje, ki sam poslušajo, vedeli, kaj imaš v roki, evo. Izziv. Se pravi, to gre takole naprej. Aha. Sklepam. To se pravi, vmes opisala, evo, da bojo si predstavljala. Ti si dal zdaj prste čez en tak obroček To in zdaj imaš tako gorko en tak padalo. Ki bistvu ga izgleda. verjetno tukaj tudi verjetno neki stimulira, ne? Zdaj, če prežgem to, verjetno dela. Ja. Okrog ga moraš obrniti. Pa kaj si Okrog. čaki, no, Sara? Sorry. Ne, za moda. Ja, Ja, T-bag. ja. Ja. Aha, Teabagging. T-bag. Zanimiv. To v Mala bistvu- moda. To za otroke. Ja, mal se moraš pomatrati, da jih noter dobiš iskreno. Ful je lažje, če ti nekdo pomaga, da drži to narazen in potem kar gre. Štiročno pravš. Ja, skoraj. To je skoraj državna igra. Zato, ker a veš, pač en ti drži odprt, a ti pa potem noter moda tlačeš. Zanimiv, ja. Full sexy, ne? Ja. Ful drugače. Ja. No, ampak Jaz nisem pristaš vibracij na a ti modi. rada ga pač sploh? Sem probal, čutil ja. vibracije? Ja, sem. Aha, Zakaj dobro. nisi pristaš? Pač ni nič Občutljiva imam. vezano. Okay. Mislim, tam dol sem. Pa si imel kdaj kakšen vibratorček gor? Sem, ampak me moti to, zato ker meni se dosti skrči, ker Okay. niso, pač med seksom niso ohlapna, Okay. ker se pač skrčijo, ker gre vsa kri v ud. Ja, se to je dosti normalno. Okej. No, jaz sem dala to v glavnem Janu za sprobat. Sicer, bom iskrena, ni imel še ful veliko priložnosti, zaradi tega, ker sem mu to nesla in sem lahko zdaj to sprobala. In pa sem lahko noče zdaj to rabim predstaviti na podcast, tako da ti vrnem potem, ni bo šlo se še malo groz s tem. Ampak, to sva isti dan sprobavala, kera bo ta epizoda prej. Aha, ok, kakor ena igračka, ki bo v prihodnji epizodi, ki jo nisem mogla spraviti gor. Tako da to sem bila jaz zihar, da ne bo šlo gor, ker sem bila tako pač ni šans. To je tako majhno in če že ti ni šlo čez, to bo še manj. Ampak pol smo ugotovila, da če res to jaz držim tako odprt, pol nekako gre. In ko je pržgal, je bilo tako pravila, sem tako bil, to pa sploh ni slabo. Ful je bil nizka pričakovanja. To pa sploh ni slabo. In jaz tako res, ko bi dal po ceno? 9 od 10. Jaz tako, ko? A mogoče In ne on tako, tisti na pa ne vem. presredek? Kjer del? Ta. To. Ja. Ja, Ja. malo gre. Mogoče ta bolj, da bi bil tam prisredek, da se me... Sam ni glih dosegal, mislim, da. Mislim, Še da vse je bilo tako mal, ne vem. Pač, na koncu je rekel, da je 8 od 10, ampak jaz mislim, da se je polno malo strašil, pač zaradi tega, ker sem jaz tako, res kar tok. In je bil pa tako, joj, ne vem, nisem zihar. Ampak ni bil pa še zdaj tako 100%, bomo poročali, še update bom poročala v prihodnjih epizodah. Ampak kako se temu reče? First impressions so bili full dobri. Tako da, lej, za vse tiste, pa on ima drugače, njemu pa še pač malo tako stimulacija mod, da se tako pač z jezikom kaj ali pa s prsti ali pa da se tako prime, to njemu vse kul. Tako da, za tiste, ki vam je všeč, da se nekaj z modi dogaja, ful priporočam tole, ker vam bo po mojem top. Se pravi, posodica za moda je v bistvu Ja. to, da jih daš noter. Za teabagging, kot si ti rekel. Ja. Tako da, v glavnem, 8,5 recimo, da je. Top. In dobite na pitchpopu, skoda med nama 10. Ja, dobro, da me tu sprobavava, ker tu si ne bi nikoli v resnici noben kupil, če bi samo videl neko posodico tako na internetu, kaj ne? Pač. Ni res? Jaz to ne bi niti vedel, kam dati. Pa za vse une, Ja. a veš, tako za vse punce, ali pa fante, ki bi radi svojega partnerja malo presenetili, ker tako ful veliko pišejo, kaj vidi, da je tako malo drugače, nekaj malo drugače. To je Jaz tega kar ne bi drugače. nikoli predlagala. Zdaj, jaz sem zdaj vsem to rekla, pa zdaj je to, ker to je res tako nekaj posebenega. Jaz zdaj že vem, da ti tega ne boš izbral, ker ti ni všeč stimulacija. Moti pa boš rekel tega, zaradi tega, ker pač Tudi kjer ti je zaradi bolj tega- všeč? Ne, iz praktičnega razloga je masažer,
Zato, ker se lahko to tudi po celem drugem telesu uporablja. To Sploh je za kake- res. Za kakšne druge erogene conice. Ja. In mogoče je fajn, ker je tako malo silikonski, da naredi malo trenja, če je naoljeno telo. Lucija, jaz sem užaljena, ker vedno zberejo tu, ker imam jaz. Pa ne vem, zakaj je to. A ja, ne res, vem, ne vem, kaj je to. Enkrat se je po Nesreča mojem do imaš. zdaj zgodil, da je Nesreča pač gost imaš. izbral mojo. In vsakič, ko sem še tako prepričana, da tokrat imam pa, tokrat pa ne morem zgubiti, pa zgubim protermu leon vibratorju, a jaz imam tle celo šalčko za moda. Pa lahko uporabiš še za kaj drugega, recimo za pepelnik. Ja, res tako zgledam, taka Ma. versatile. Kar neki. Ok, Sara, zdaj boš pa ti tlele prebrala en izsek iz članka, ki govori o Evropskem prvenstvu o seksu, na katerem je bil Žiga, ti si bil eden izmed komisije in ti si bil spremljevalec, ti si mentor porno igralcu slovenskemu, Mr. Ridlu. On je bil eden izmed tekmovalcev, on je zastopal Slovenijo. Tako je. Mi sploh vemo, ne, da je to bilo, da se je to dogajalo, vsaj jaz nisem vedela, ker mi nisi ti povedal in pa sem najdla polno člankov in zdaj bo Sara nam prebrala to, pa nam boš pa ti malo več povedal o tem. Ne, jaz sem pa vedela, da je bilo tekmovanje. Ne vem, kje sem to videla. Jaz nisem vedela, oh my God. Švedska že od nekdaj velja za deželo enakopravnosti in liberalnosti ter postavlja vzor vsemu svetu, zdaj pa je tudi postala prva država, ki je prek svojih vladnih organizacij seks registrirala kot šport. Ko? Poleg tega gre za prvi šport, v katerem mora nasprotnik prejeti ogromno dozo užitka. Če je nasprotnik nezadovoljen, tekmec izgubi igro, kar je zelo revolucionarno in zelo edinstveno za svet, v katerem živimo. Tekmovanje v seksu bo trajalo mesec in pol, na njem sodeluje 20 držav, med njimi tudi Slovenija. Vsi tekmovalci prihajajo iz industrije za odrasle in se bodo morali vsak dan za 45 minut pomeriti v 16 disciplinah, od zapeljevanja in predigre do izvernih položajev in vzdržljivosti. Zmaga tisti, ki nasprotniku zagotovi najboljši užitek. Ko? Kaj pa, če se lažem, da mi paše? Sem zato, da bi nekdo zmagal. Ali tu vi vidite, sodniki, da se Vidite, hočeš ti zmagati, ne? A oni med sabo? Dej, to kar delali? začni govoriti, bomo Ali so to tiho, na enem ne? drugemu izvajali, ker je bil samo prop, kakor tretji, pač da je bilo fair. Kako so naredili, da je bilo fair in kako so vedeli? The beginning of the beginning. Ja. 2 leti pred dogodkom meni kliče gospod Dragan. To je gospod Dragan je bivši lastnik striptease barov na Švedskem, sicer on srbski Bosanc. In on je imel to energijo in idejo in potem sem jaz njemu pomagal z našo organizacijo, pomagal organizirati to zadevo. In pač jaz sem bil tam povabljen, ne da sem bil sam povabljen, ampak nekako sem pomagal soorganizirati na nek način do točke, da se je to zbrali države, igralce, oblikovali pravila, prevedeli, celo del marketinga sem poskrbel za to. Zato naredili smo svetovni marketing, bili so BBC, CNN, mislim, ne vem, koga nismo imeli tam. To je bil res tako pač, pol sveta je govorilo o tem. Ne? In jaz sem bil tam mišljen kot en izmed sodnikov. Koliko pa je bilo sodnikov? 3. Damn. Ja, en izmed sodnikov, bil sem selektor, se temu reče, baje v fuzbalu. Pripeljal sem iz večjih držav igralce. To je bil v bistvu en tak prostor, ki je bil not reality show. Gospod Dragan je registriral dolga leta nazaj društvo, športno društvo. Švedska seksualna federacija. Legenda. Wow. Ja, so imeli pravila, so oni tudi izvajali, trenirali so. Ne? In vsak sodnik si je sam zbral svoj način sojenja na osnovi teh pravil. Okay. In kako si ti izbral način sojenja? Zame je bilo pomembno, da je seks kot ples. Da ti imaš, ti kot moški si v bistvu se pariš, ne? Dvoriš.
To zapravo ne samo un del penetracije, ampak Ne, pa zdaj gledamo v bistvu, vse skupaj. a ne, Ja, da- meni je bilo najmanj pomemben penetracija. Okej, Najbolj super. pomemben mi je bil v bistvu nastop, koreografija, kako si ti šel v to zadevo in kako si ti šel ven iz te zadeve, ker doskrat moški delajo na koreografiji, oziroma moški sploh ne delajo na koreografiji v seksu, a ne. To govorimo 3 osnovne pozicije in to je to 5 minut, ampak ni ljubljanja, se pravi, da je ljubljanje, da je nek ples, da so, kako so tranzični v, se pravi, prehodi med pozami, ne, da so elegantni. Se tako umetnostno drsanje bi lahko rekla, ne. Jaz vem, da je to zdaj dosti... Ne, moj obraz je tak, sem zato, ker razmišljam, ne, nič vas ne obsojam. Ne Meni me se ni vikati. jasno, ker tu je random partnerja dobiš ko pri plesu. Dobiš, ja, pač tekmuješ med državami. Ne. In je žrebanje, izpadanje, tako da. Bilo je kar... to je Švedska, noben ni bil navajen 20 ur svetlobe tam. To je bila prva stvar, ne. Tako, to je bil šok. Različni ljudje iz iste industrije. Načeloma moj predlog je bil, ker smo izbirali, a bi delali na tečaj med neprofesionalci, ali bi pa šli prvo s profesionalci delati v bistvu to tekmovanje. Je bilo meni bolj smiselno, da gremo s profesionalci, ker je pač manj šuma v komunikaciji, bolj profesionalno bi se to znali izvedeti, ker oni razumejo in znajo tudi igrati, ker je zelo pomembno. Rekel bi, da bi se znalo izvesti, kar pomeni, da se ni glih izvedlo tako, kot ste planirali. Ne, na koncu ne. Na koncu je bilo to tako, da sem jaz reševal Ukrajino. Ena mala Slovenija je reševala Ukrajino, ker je gospod Dragan jih hotel fizično vzeti telefon, ki je pač ona snemala, nekaj snemala. Kaj ste imeli med Zategnili, tekmovanjem? Ali... povedal bom, zateknilo se je pri izplačilu za glasovanje. Tukaj je bil šum v neki komunikaciji, zato ker pač, ne vem, gospod Dragan je bil imel take principe balkanske bolj. Gospa iz Ukrajine, taka mala ženskica, je pač imela ta sindrom pikineza, pač enkrat, ki je zagrabila, je ni spustila in potem je bil v bistvu to bi se vse lahko drugače končalo, kakor se je. Na koncu je on prijel hotel iztrgati telefon iz rok. Jaz še en teden predtem sem bil še na Berglah, ki sem imel operacijo 3 mesece predtem, sem skočil v njega, ga podrl na tla in potem sem rekel, fant moj, nasilje ne odobravamo in smo potem pobegnili na nek način, ne, iz tistega studia iz Švedske. Shit. Ja, nažalost. Tako da bilo je iz njegove strani, sej on ni slab človek, drugač, ampak ni se dobro pripravil. Mi, ki smo prišli tja, to so še kamere štimali, ki bi mogli 3 dni že stream laufati, ne pa, to je bilo 700,000 ljudi je bilo na streamu. To je vse dol padalo, ne. In ti se itak ne moreš toliko pripraviti na hitro. Ti moraš vedeti, ti če zakupaš za tako streamanje, ti moraš ne moreš pričakovati, ne. Mi smo pa naredili ful dober jak marketing, ker sem jaz pač izkoristil te moje veze in smo šli worldwide in to je bilo od Indije do Amerike, to pač so nas na video konference klicali, Daily Maili, Sun, pač orang, ne. In takrat, ko se je to tako slabo končalo, od takrat niste nič več tazga imeli. On je potem še organiziral svetovno prvenstvo. V Španiji izid je bil ena zlomljena roka, ena zlomljena noga, ker pač enostavno ne gre mu. Ta del mu ne gre, tako da
Pa sorry, ne rata ti evropsko in poriš svetovno delati. Ja, ne, mislim, Kva? tako bom rekel. Ideja je bila tako nora, tako dobra. Pač da to tle zveni da sem mogel biti prizadeto del dobro. tega in sem pomagal z vsemi svojimi močmi. Mi smo prišli z enim avtom, 3, še imeli smo osebenega, imeli smo še tantričnega maserja gor, da jim z vsemi svetimi, z nepalskimi posodami, pa z masažami, pa meditacijami, pač pripravljal igralce, tekmovalce, ne? Imeli smo jutranje rutine, pa take zadeve, ne. To je bil tudi naš Slovenc, tudi Mariborčan, tako da mi 3 smo šli iz Maribora za Švedsko z avtom, to je bilo pač, je to, ne. No, škoda. Če bi bila pa boljša organizacija, je pa tudi kar neka stvar, ki bi se lahko skozi ponavljala. Jaz mislim, da bi še danes to delal. Če bi to uspel, bi dejansko naredili ligo. Jaz sem tudi mu pomagal narediti cel plan. Sorry, ne pozabim. Ja, ker realno, Liga seks! Kva? Pač pozamo pol fuzbol, pa še fuzbol gledam. ja, exactly. Oh, crazy. Ja, ampak a veš, spet je seks nekaj, kar mi delamo že od nekdaj. Ko si vprašala, zakaj mi to snemamo, mi pač samo to našo reprodukcijo, katero pač jo hočemo narediti smiselno, lepo in smiselno, no, jo probamo ovekovečiti za druge in to so porniči na nek način. Sicer je ta industrija šla two-way, predaleč. Jaz sem tudi govoril že z enim zelo znanim obrazom o tem, in ki je pač ustoličil analni seks, ne bom povedal po imenu, ampak vsi vemo, za koga gre, in je rekel, ja, ni bila dobra ideja. Čeprav si je človek naredil imperij iz tega, ne. Zakaj ni bila dobra ideja? Zakaj ni bila dobra ideja? Predstavljajte si, vi imate mlade, ki se nažalost učijo na internetu o spolni vzgoji, in dajmo si predstavljati, da je pač prva stvar, ki pride, ki odpre, je analni seks ali pa grupič, in kateri algoritem zagrab ti bo dal samo take stvari, in potem ti misliš, da je to normalno, in potem imaš prvo seksualno izkušnjo. In jaz imam mladoletno punčko in jaz ne bi želel, da je njena prva spolna izkušnja nekaj v tem smislu, ki nima smisla. Ja. Pa z nekom, ki je se učil. Ne, Iz prek tega. tako ja, si predstavljate, Ja. ne? Tako pač, in zato je tudi ena izmed stvari, zakaj jaz sam sem že poučeval in letos bom še poučeval, delu predavanje in delavnice o spolni vzgoji, tudi spolna vzgoja za starše, ker mislim, da mi smo tisti, starši so prvi, ki morajo otroku povedati o spolnosti. To je tvoja naloga, to je tvoje poslanstvo, ti si na foku tega otroka in tvoja odgovornost je, da ga ti pripraviš za življenje, ne samo za spolno vzgojo, ampak za vse. Mi preveč dajemo stvari v institucijo, preveč zaupamo, ne da zaupamo, v redu je zaupanje, mi se preveč zanašamo na institucije, pa se bo šola, pa se bo učitelji, pa se bo policija, pa se bo zapor, pa se bo sodišče. Ne, ti si ne biti govno človeka, naredi nekaj, če si naredil že otroka, pokaž mu, povej mu, objasni mu, vpraši ga, daj mu opcije, daj mu smer. Tako da, ja. Kaj pa, mogoče pa je to neprimerno vprašanje, ampak če neprimerno bomo dali ven. Kaj če bi tvoja hčerka prišla do tebe, ko bi bila 18 in bi rekla, jaz pa bi rada bila najbolj slavna svetovna porno igralka. Kaj bi rekel? To vprašanje sem že dobil. Ja. Načeloma jaz moje staršev nisem poslušal, kaj bo naredil, in tudi jaz, karkoli se bo ona odločila v življenju, je stvar v tem, da sprejmeš, podpiraš, ampak ponavadi otroci ne grejo po stopinjah staršev, tako da imam srečo. Tako da, ne vem,
Če nočete, da je vaš otrok pornoigralec, Bodite bodite vi. pornoigralec. Ne, Drugač, to je pa najbolj ironično najboljši na svetu. Ampak ima realno, smisel, ima smisel. Ima smisel, ne, ja. O, moj Mislim, bog. ogromno časa sem po tem vprašanju po svetu, sam sebi in razmišljanju o tem in dejansko tudi poslanstvo dobre družbe, s katerim se jaz ukvarjam, ni to moja hči samo, ne. To je hči mogoče nekoga drugega, ki bo hotela, ne hotela, prisiljena, ne prisiljena, šla v to industrijo in jaz želim, da je ta industrija bolj varna. Zato tudi delamo v naši organizaciji eno platformo, ki bo reševala ene težave v tej industriji, sploh v Sloveniji, sploh z vozništvom, sploh z zdravjem, preventivo, in ta projekt bo potem lahko se sam financiral in financiral druge projekte, kako bo pomagal ljudem pravilno vstopati v ta posel ali pa pravilno iti ven iz tega posla. Vsa ideja je to, da mi ustvarimo svojo hranilnico, tako kot delavska hranilnica, ne? Če veste, zgodbo je bila ustvarjena strani delavcev, ki so hranili denar v industriji za odrasle. Ti težko, je zelo drago. Bančne storitve za industrijo za odrasle so najdražje storitve v bančni industriji. To so provizije nenormalne in je tudi, recimo jaz kot prostitut ne morem imeti firme pa dati na eno tujo banko izvor denarja prostitucija, ker je proti njihovim načelom in je ideja tega našega projekta, naše platforme je ustvariti hranilnico za seksualne delavce, znotraj katere hranilnice bojo bili tudi različni pokojninski stebri, ker to so beneficirana delovna mesta. Ne, Zanimivo, ja. ja, tako da. No, še o tem, kako je v Sloveniji zakonodaja, pa to manjka drugič. Zaradi tega, ker bomo mogli, če ne bomo tlele še 3 ure. Ja, tu bomo In poimenovali Se mi prvi lahko del. danes posnamemo, prvi del. se mi danes lahko posnamemo 3 podcaste, jaz mislim, da bi bili ustali za, pa naredimo teh 6-8 ur, razumeš, pa pol. Če bi to vnaprej planirali. Veš kaj, če bi jaz planirala, da bom imela tukaj vprašanj, bi si jih že prej si jih nekam napisala, ne? Samo kot Ti danes, ko domov prideš, si hitro napišeš. tako, kot vse. tu pride spontano, pridejo ta Še enkrat, vprašanja. meni je zelo všeč tukaj, tako da Ja, jaz upam, da boš se še vrnil, ker na začetku smo mu rekli, da večino vprašanj, ki jih imamo napisanih, sploh ne moramo priti do njih, zato ker se toliko novih postavlja, ampak jaz mislim, da to, kar smo pa danes, smo pa kar rekord podarili. Kaj smo kaj Z odgovorili, vprašanji. kar piše? Je to, kar imam tlele, boš za naslednji čelo. ni panike. Ampak Kar, smo pa tole evropsko prvenstvo. Meni je bilo to, kar si razlagal o tem, kako je porno industrija in to, kako snemanje poteka, meni je bilo to blazno zanimivo. Jaz sem pač, to je bilo tako neplanirano, ampak. jaz lahko pripravim je že ti tako za moglo naslednje slike, lahko ti mogoče kakšne slike tudi pošljem. Kakšne Da slike? biti. A to so take, ki Česa? jih lahko damo na YouTube ali ne? Ja, mislim, So nagi ljudje gor, pa ne smemo pokazati. Njim. sem jaz, ki snemamo, mislim, ki sem zraven teh ekip, pa to. Pa. Ja, kam odpošljaš. Mislim, Pač jaz če samo bo kaj- predvsem nisem pričakovala, da je to skupaj svet zase. Jaz sem mislila, da pač porniče se snema te, ki me gledamo na internetu in to je tu, ne? Jaz pa nisem vedela, da je to toliko na Balkanu in v Sloveniji. Jaz Da nisem je v vedela, da je to Evropi. tako razvito, kot zdaj ti govoriš. Jaz sem mislila, Zato da to v se imenuje Ameriki. industrija. In to je tako razvito, da oni gledajo, se pravi, je ta proces snemanja je zoptimiziran in to je kar pri velikih produkcijah, to so pač ekipe, ki vejo, kaj delajo, kaj morajo narediti in tukaj ni izgube časa, ni izgube denarja, ker time is money res tam in vse vnaprej se predvidi, zato so tudi ljudje, akteri, kateri so odgovorni, ki ne zamujajo, ki pač pridejo, ne, so cenjeni in plačani in ti, če pač pač ti dobiš črne pike in potem ne bo ti ratal. Ne. Sorry, povej. Ti imaš še darilo. Na koncu intimnega kotička bi mogel dobiti darilo, pa Veš smo kaj, potem samo zdaj, zaplavili. ko si tukaj enih stvari povedal, pa jih veš
No, lej, Se lahko- to smo ti pripravili za darilo. Hvala. Hvala, Ja, moram, prosim. moram pa gledati. Lahko zdaj, lahko doma, kakor ti je. krčeš. Kondomi, 10,000 jih imam doma. Uporabljaš Te so kondome. najboljši. A? Uporabljate kondome, uporabljate vsi kondome. Kako zdaj to misliš? Ma kaj pa jaz vem, na Kje je zdaj splošno, ko točno? greste tam na film snemati, uporabljate kondome. Ne, a ja. Normalno ne. Zato se bo testirajo. Zato se testirajo, zato tudi ni. A ja, tu pa Ja, vidiš, nisem ja, sam zgrešila. tako. Okay. Ti mu zaših trabo. Aha, A aha. tu vse je v bistvu lahko za tvoj šiht. Ja, ne. Tu je pa en masturbacijski jajček. Tak se mi zdaj smešen, zanimiv. Ne vem zakaj. Drugač, prvi slovenski masturbator sem. Prvi slovenski flashlight. Jo, Kaj? od Letoje sem ga jaz Da to je, ima flashlight. je imela. Znamko flashlight. ni res. Ne, mislim. Aha, ni od flashlighta. Ni od je. flashlighta, ampak Aha. jaz sem zorganiziral Letoji njene flashlighte. A, res? Ja. A jih se to se da kupiti pa. Kje, to je bilo koliko časa nazaj. Wow, To se pravi, ziher če ga ga ima kdo kdo doma. 100%, ja, to je prav To je za uno. arhiv. Arhivske zadeve. Ja. To bo pa. Če ima kdo med ona dva, lej, ona pa ima zdaj doma. Snemalca. Briljantno. Wow, noro. Ja. Pa, ok, nismo še čist konc. No, Imamo še Never Have I Ever. To ne bo stari možgane eksplodiral, tako da Ne, bomo res čim mi prej. bo, res. Tu, če ste me danes videli, da tako strmim, tu sem zato, ker se mi v glavi vrtijo vsi možne vprašanja in zaključki in tako razmišljanja. Jaz bi lahko čez 60 epizod o tem posnela, Ja, kaj me sej. zanima. Če imate kakšne specifične zadeve, lahko tudi kakšne quickie delamo. Mislim, tako. Ne? Ja, Meni se zdi to ful zanimivo. Če imate kakšno vprašanje, jih napišite dol v komentar. in Ja, jaz bomo odgovorili. A ja, no, napišite, Ja. če bi ga radi še kdaj videli najprej, evo. Če te na noben hotel, te ne bo, sorry. Hecam se. Ne, Napišite v glavnem vprašanja, da bo, ker Ja, sigurno ziher jih imate še kakšna, taka, Ja. ki sem jaz sprašvala. Jaz vam bom odgovoril v video obliki in boste lahko to objavili na vaši Ne, strani. na podcast boš prišel, pa boš Ah, odgovoril. aha, Ja, to vi napišite, pa bo podcast, pa ja. Ja, Q&A. Za naslednji. Ja, Več, ki jih bo, prej bom prišel nazaj. no tako. Fulano, da si tako eager to come back. Dobro, zdaj pa Never Have I Ever. Si se kdaj igral to igro? Itek, da si se. Družabne igre niso moja najbolja strana. Pa to je tako pivska igra. Ne, povej. Ok, bomo vzeli tvojo nedolžnost. Glavno, to je igra, kjer imamo napisane izjave, ki se začnejo z nikoli nisem. Angliška verzija je Never Have I Ever. In potem poveš nekaj, recimo, nikoli nisem seksal na havbi od avta. In če si kdaj že to naredil, piješ. Tukaj ne pijemo, damo prste dol, da je bolj. Ne vem, zakaj smo tako začeli. Ne spomnim se. Glavno, daš prst dol za vsako stvar, ki si že, to se pravi. Če si to že, pa daš naslednji prst dol, če pa nisi, pa pač nič ne narediš. In tisti, ki da največ prstov dol, gre v zapor zaporedne v najnem podcastu. Jaz moram v petek Ta flak. iti ven. Ja, do naslednjega ponedeljka. Od cel Žal teden nam si. je. Ne Tako bo, da, od ne tega bo ponedeljka, šlo. ko gre ta epizoda ven, do naslednjega si v zaporu. Z vsemi najnimi Ok. gledalci, ki imajo pač tok točko, ker Se lahko že Niste zdaj izgubili. uklenem. imamo tle lisice. Aha. Le si mogoče pa nov zgubil. Ja, Mislim, Ja, saj. vse v mogo bistvu, bi- ja. Plan je, da zgubiš, ne, je mal rigged. Se jaz sem drugač. Naštimano je. Drugač sem to moram povedati. Ja. Ker si enkrat v tej industriji veš, da si normalen. Mislim, jaz vem, kaj sem vse videl, pa po sejmih raznih sem hodil. Tako da, ja, če bi kdo drugač, sem še to. Mi imamo eno idejo, ki še nismo speljali, in to je turistična agencija Kazanova, ki bi organizirala turistično oglede sejmov, festivalov, najbolj zabavnih zabav, klubov, obiske klubov, swinger klubov. Tako da imam že vse Wow. zrihtan, rabim sem nekoga, ki bi to delal. Se pravi, da bi bilo tako bolj varno iti recimo v nek tak klub, da bi se bolj dobro počutili ali To je kako? tako, kot bi rekel, ne vem, društvo diabetikov, ki gre nekam, pač,
na ta način. Sem da gre bolj specifično, bolj žanrsko, bolj butično. Ti rabiš nekoga, ki bi vodil te. Ja, tako Se bi s tem ukvarjal. Ali enega človeka rabiš, ali Ma več. zaradi mene jaz se jih lahko 100. Ne, Jo, tako zdaj se ti opis bojo delovnega javili. mesta. Ne, Ja. Lega, že kima. Imamo druge drugačne ideje, tudi imamo inkubatorji razni. Ogromno imamo enih projektov, ki jih nismo niti začeli, ker je to Ja, no, premalo je ljudi v našem društvu. folk. Ok. Hočete delati tako neki, mislim, kjer dober šiht hodiš malo na te sejme Na razne, sejme, ja. pa to malo organiziraš. Tako da, če kdo rad organizira stvari, Zdaj je naslednje v Berlinu. Venus. Noč, greva v Daši na obisk. Mene Zdajle, bi kar dokler je še kap tam, po moje, če bi September šla. je poslovni exhibit v Amsterdamu, potem je bil zdajle CX-Tech, ki je ena Ola organizira, ki je v bistvu samo o prihodnosti te industrije in tu bi lahko reportažo šli narediti. Ne? Ja. In samo o tehnologiji, tako pač samo future of sex. Ja, mi da sam rava nekoga da sponzoriral, pa greva tja snimati Vse reportažo. nama je rekel Boris iz Arene, da naj jo bo poslal na vse sejme in da bo Boris iz Arene živijo. Da bo šli reportaže delati. Ja, So sem rekli, res. Ja, ampak mene je tu, meni se zdi, da bo mene še kap tam. Ne Če grem jaz boste. v Berlin, Ne, to Ne vrem, bo. Ko v vrem. Berlinu, to je pa res ekstra, po mojem. Verjem. Kaj jo bo kap? Ne, v bistvu doživiš reality check in rečeš, vsi ljudje, ki mislijo, da sem jaz packa, jaz nisem normalna, ljudje pridite sem, jaz sem en bolj normalnih ljudi. Ja, ja, To se to, pravi, to ta je meni stik že sejem. jasno, odkar sem bila sem v Sloveniji na erotični To, kar je bilo v sejmu. Ljubljani, to se jasno. lahko skrije. V Celju, to, kar je bilo nazadnje, To je bilo je- full To je soft. ciciban, Ampak v Ljubljani je bil pa malo, ali v Ljubljani si bil tudi. prosim, tako da sem bil. Ja? Pa ti je bilo tudi tako, nič v primerjavi s tem, Tepu kar je v sem se tujini. že, tepu sem se tam z enim porno igralcem, ki sem pa rad the best friend z njim. In so bila tudi pol na vsem Enemies to lovers? Ja, to je ful dobra stvar. Ne vem, no. Ja. Jaz bi šla Okej. takoj, ti pa nimaš izbire. Ja, veš, jaz You're imam te coming neke, with me. kar neke moralne prepreke. Mogoče je to zato, ker sem tu delala. Štekaš? Ja. Pa me mogoče malo osebno boli, pa moram tu raziskati. Mm. Ampak imam neke zadržke moralne do tega. Po eni strani si želim, da bi bilo tu ful normalno, pa je meni osebno ful normalno, če na to pozabim, po tej drugi strani pa ne bi rada kukar spodbujala. Ja, ok, razumem. Ja. Ampak še vseeno bi šla na sejem v Berlin, vsaj enkrat pogledati, da vidim. Je, pač, je. ne. Sem pač ne moreš Oh. biti en dan, pač to je večdnevni sejem, Oh my če God. hočeš res kvalitetno tom pogledati. Tako da, Čak, kdaj to si rekel? zdaj mislim, da je novembra. Jo, hitro moramo poklicati Borisa, da nam da mikrofone, pa da nas tam Boris, odpele. jaz bi tudi šel. Ja, daj. Oh, fuck. Ja, Ja. ok, bomo zrihtali. Evo, Zdaj pa. akcija. A še kaj, da te ne bomo prekinili, če še kaj tazga, kam moraš plagati. Kam ti lahko ljudje pišejo? Se to bomo pol še enkrat povedali, ampak tako zdaj, ker smo jih še Mi imamo internetno stran, dobra-družba.org. Okay. V bistvu tam se javljajo, marsikdo se javlja, objavljamo, kolikor se nam da, kakšne pametne stvari. Bolj se ukvarjamo z nezabavno industrijo za odrasle, se pravi reševanje problemov. Imeli smo zadnje rob s pištolo, ene delovke. Imeli smo reševanje otroške pornografije, ne otroške prostitucije, nekje v Sloveniji. Tako, mislim, načeloma te stvari, čeprav oni nas nimajo najbolj radi, ampak mi vsem spoštujemo društvo Ključ, oni so tisti, ki res se ukvarjajo s tem, tako da se ukvarjajo s problemi. Okay. Tako da društvo Ključ, čeprav nas nimajo najraje, ne, ampak mi imamo njih. Ok, pa lahko se pa obrne kdo vedno na te, če ima kakšno vprašanje glede tega. In Ja, tako. Moram pa še povedati, no, spustili smo en ful pomemben dajmo. del OnlyFans. Mi imamo tudi tak mehanizem, tako pošteno agencijo, bi se tam rekla, kjer dosti teh agencij, posameznikov, ki vodijo te razne profile, socialne medije, karkoli, in doskrat se zgodi, da so te organizacije, te klani, te posamezniki, da te izkoristijo, da te pokradejo, da ti dosti je bilo tega. Tudi v Sloveniji, to so bile ogromne cifre,
kje so kreatorji ostali brez vsega tega. Tako da pač mi smo ustvarili tak mehanizem, kater Fendelux ga imenujemo in mi probamo, da tem našim kreatorjem predstavimo virtualno podjetništvo, ker na koncu ti si virtualni podjetnik, kjer pač te naučimo, pomagamo ti pri socialnih medijih in pa da pač lahko živiš od tega, ker dostikrat te ljudje, ki grejo v OnlyFans, in to pač bi rad povedal, to ni lahko. To je full-time job in napačno je prepričanje, da zdaj, ko boš 3 slike objavil, da pač boš zdaj kupil Audija. No, kvečemu ti si dal te slike gor, te slike ne grejo nikoli več iz interneta in ti, če nisi uspešen v tem, če nisi dober v tem, če ti ne znaš, si ti zapečatil celo življenje, mogoče neke kariere, zato pa pamet v glavo, če se že odločate, da greste v nek OnlyFans, ker na koncu to je industrija za odrasle, pejte, ni to nekaj, kar boš ti na YouTubeu zvedel, kaj in kako, kakšni so pravila, kakšni so principi te igre, na koncu je to surova igra, ogromno je konkurence, so skrivnosti, ki jih ima internet in mi jih poznamo. In zdaj, če že greš v to 5 orang, na koncu ti kot virtualni podjetnik moraš imeti tudi zaposlene, moraš ti imeti outsourcane določene stvari, ker drugače ne zmoreš. Ker če se ti hočeš posvetiti svoji publiki, če se ti hočeš dopisovati z njimi, ti ne moreš delati še 20 objavov zraven, ti rabiš nekoga, ki ti pomaga editati, ti rabiš nekoga, ki pač ti to pomaga. In ogromno ljudi sem spoznal, ki so se poškodovali, ki so delali z napačnimi ljudmi, ki še delajo z napačnimi ljudmi. Tako da ni to tako enostavno. So seveda zlatom posejana pot, lahko je pa zelo trnjava, blatna in lahko te pelje v pogubo. Preden nadaljujemo, imamo eno ful dobro novico za vse punce, ki tako kot jaz ne preživite menstruacije brez protibolečinskih tablet. Zdaj sva Sara odkrile Beliso in to sploh ni bilo planirano drugače, ampak glih danes zjutraj pred snemanjem sem jaz dobila menstruacijo, čeprav bi mogla priti jutri in sem bila res vesela, da je ne bom imela na dan snemanja. Med snemanjem, dobesedno med snemanjem prve epizode je mene začel boleti trebuh in sem si dala potem takoj tole Beliso gor med pauzo in zdajle sem jaz pač 100-krat boljš. Sploh me ne boli več, tudi Sara je prejšnjič celo epizodo tole imela gor in je rešilo live, tako da jaz sem bila ful skeptična, če bo to dejansko delovalo in z največjim veseljem lahko povem, da za mene in za Saro to absolutno deluje in zdaj, ker lahko živim brez protibolečinskih tablet, kar mi je čisto noro. Beliso samo nalepeš na trebuh in ona potem sprošča take posebne pulze, čutijo se kot ene vibracije in preusmer bolečino, da je ti ne čutiš in meni je dobesedno pač rešila življenje. Jaz sem videla take naprave že na Tumblrju ful časa nazaj, ampak so bile vedno tako drage, da si jih nisem mogla privoščiti. Zdaj sem pa našla Beliso, bila itak skeptična, dokler nisem zadnjič celo snemanje, to je tako 8 ur preživela z njo in me ni nič bolelo. In jaz sem neskončno hvaležna za to ekipo, ki je to ustvarila. Ne vem, nimam besed in prav želela bi si, da čisto vsaka ženska tu proba. Mi dve so vam zrihtali še eno posebno kodo, med nama 75, s katero dobiš Beliso še cenejš, tako da jaz res vsem puncam, ženskam, deklicam, vsem z menstruacijo ful iz srca prvoščam, da bi lahko imela take menstruacije, kot jo imam jaz z Beliso. Link do Belise, belisa.si, najdeš spodaj v opisu, zdaj pa uživi v preostanku epizode. Ja. Nič. Tako, petkrat smo že zaključili. Zdaj pa prste gor, pripravi se in gremo. Prvo je to, kar sem že prej prebrala. Nikoli nisem seksal na havbi od avta. In če si že daš prst dol, Sara je dala prst dol. Sara sploh izpita za avto, nima ona vse seksala. Nisi. Čakaj, Si ali nisi? Sam. Pa moraš dati prst dol. Tako. Zdaj Sara in Žiga sta dala prst dol. Can't say I have. Nikoli nisem prejel ali nudil
shout out tale dva, Never Have I Ever mi je nekdo na Instagram poslal. To Tako da- poslušalci še pošljite. Ja. In pa mi je tako, zdaj mi en dan mi je še na parih poslal in je bil tako, dej to uporab kaj noter in jaz tako, imam že planirano, jutri snemava, ko mi čakam ponedeljek in jaz tako, ne, ta še ne bo v ponedeljek. Sam pismo, a bo ta že v ponedeljek? Ja. Kako bo vesel. Čez 6 dni pride ven ta epizoda. Ja, jaz sem mislila, da ne bo še ta v ponedeljek, ampak ja, sem se mu zlagala, da bo čez 14 dni. Evo, surprise! V glavnem, nikoli nisem prejel ali nudil pit joba. To je stimulacija penisa s pazduhami. Po Si kdaj nesreči. to doživel? Za pazduho ne. 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 Je valjda tako v hecu. Bi pa rad povedal, da obstaja blowjob z brado. A tako, če imaš podbradek? Ne. Da, Zdaj sem se že da, probala. izvaja ženska blowjob, ki misliš, da je z usti, ampak je isti občutek. Kako? Ampak ga izvaja z vratom. To je Razloži. A to si doživel? Ja. Wow! Z To je vratom pač- kot v zunaj. Ne, z S podbradkom. ne, s tem delom, ja, pod bratkom ajde. Ja, da zihar nimaš je pod- bolj, če imaš ful podbradka. Mislim, A ti težje si je, imel zaprte oči, pa nisi vedel, da je to zdaj s tem? Ne, dela? ne, nisem imel Aha. zaprte Ti oči, je povedala, ampak kaj bo se zgodilo. ne, nisem vedel, kaj se bo zgodilo, ampak doživel sem to in nisem mogel verjeti. Ampak kako se sploh premika? Se pravi, če ga nočeš, da tu usta, Ja, lahko tako, tu. bravo. In obstaja tehnika in je bolano zanimivo. Evo, Ja, domača naloga. dej to punco nam predstav, da pride tle predstaviti tehniko. Wow! Ok, Sara je dala prst dol in rekla, haha, Ma graj jaz sem peso. vse v šali probala. Veš, da penis, če ga imaš doma, enega ga povsod moraš malo dati, pa videti, kako je. Ni to tako res, Ja, pač, ne? In tu je vse. Evo, te noč. Fair enough. Pejmo naprej. Zdaj se jaz počutim, kot ona pač boring vanila,sko lepo povedala. Zdaj sem enega zmislila, tako čisto, on the top of my head. Ajde. Nikoli nisem doživel pač z brado simulacije penisa. Ker prst zdaj Čakaj, dol. tu moram Si dati se dol, že ja. izdal. Ja. A to pa nisi? Ja, Sara. Ej, veš kaj? Kaj? Ja, tu pa valjda nisem. Kaj bom zdaj še kazala, da bom podbradek za nalaž? Je pa se ne vidi on Ne, se tega. ni to, delaš z brado. A ja, tako premikaš? Ja, tako ja. In kako si ti, v katerem položaju si ti? A klečiš čez, ali si a je ona tako na robu postle? Ne, kakšnem pač položaju si ti? dominiraš, pač stojiš, ona je na kolenih. Ne, tako pač zelo zanimivo in se v bistvu je to zelo en tak, ne vem še zakaj nisem tega naredil, ampak dal v tečaj za seksualne delavce, ne, kjer pač dejansko ti, če daš lase pred sabo, ti ne opaziš razlike. In ti v bistvu blowjob ne rabiš narediti z penetracijo oralno. Ne. In je to v bistvu fucking full safe. Ne. Ja. Crazy. Ja. Pa dala lubrikant gor. Mhm. In on je tako pravokotno na tebe potem. To se pravi, tle je bil tvoj penis in on je bil tako. Ne, tako. Prav Frontalno. vidim. Jaz si to vse sploh ne ljudi. predstavljam. Vidimo vse ljudi, ki tu gledajo. Jaz ko sem so tako zdaj prišel gledati, kako Kva, je kilora! A vi da si predstavljata? Ona pa sta že doživela. Mislim, teži to moški delajo, no, ki ima brado. Si predstavljam. Ja, A make ti sense. sodeluje zraven? Ja. Nadaljuj! Tle naš snemal Na zraven. koncu bo snimal zgubo, bo mogel biti en teden in kle. Ja. Pa ti si prvi snemalec, ki do zdaj sodeluje. Zdaj imamo novega snemalca. A lahko povemo, kdo je? A je to skrivnost? Ugibajte v komentarjih, kdo je Oh naš my God, nov ja. snemalec. On je bil gost tukaj na tem podcastu in zdaj je tle snemalec. Ja. A to lahko povemo? Sem tu, nič drugega. Čakaj, v naslednji A ne oddaji. smemo? Ne smemo povedati. Ampak Ja, smo že, to, če ja, ugibate, dajte pa ja. ven, no, se vi monterate. Oh, fuck. Ok. Ok, next. Kar da vidimo roke. Hvala. Dobro, naslednji. Nikoli nisem nastopal v pornofilmu. Čakaj, to moram narediti, da sem. Prstol, ja, naslednji. Profesionalni produkciji. Okay. Žiga je dal prst in noben od nas, vključno snemalcev, pa ni dal. To sem nepošten. Jaz sem rekla, da so. Ja. Nikoli se nisem udeležil seks turnirja oziroma tekmovanja v seksu. Vi hočete, da jaz izgubim, Ja, ne? ja. Žiga je dal prst dol Ja. in to je to, kar tlele.
Oj, kako je se to zgodilo. Nikoli nisem uporabljal na partnerju ali pa na sebi čepke za penis. Sorry, Sara. Ti si že kdaj? Čepek za penis. Dilator za penis. Sounding. V retro. Ne. Nisi tudi na nobenem tega počel? Bil sem na teh raznih BDSM šovih, teh partijih in tam noci devajo marsikaj. Ja, sicer ne. No, če si sam gledal novela. Ne, dovolja. Tako da Sara je dala prst dol. Tudi naš snemalec je dal prst dol. Yes, ok. To je vesele. Najboljše nevrheva je zdaj. Nikoli nisem mentoriral pornoigralca. Profesionalnega. Zdaj kar na novi Pa roki kaj to prste dol. pomeni? Ne, tako da si prav mentor Ja. izobražen, nisem. Ja, jaz sem vedela za dejstvo, da Žiga je že tako da. Sara ni dala prsta dol in tudi naš Ja, snemalec. če bi ga pa snimal zdaj dol, bi bilo pa čudno, ne? To bi bilo pa zares čudno. Ne, zakaj? Pa lej, Zakaj? zakaj? No, mogoče zato, ker vemo, kdo je. Naprej. Nikoli nisem pil žigalo. Jo. Veš, kaj je meni dobro? A to grdo, če rečem, a veš žigalo, tako jaz sem si tako zapomnila po tem tvojem ime. Sorry, ne vem, zakaj sem mogla to deliti zdaj. Sej v bistvu kaj na koncu kaj dela žigalo, ne. Zdaj, on krajša čas je je animacija ženski. Ja. Je pozoren, je vse tisto, kar tvoj mož ni. Ne, in Okay. ja, ni tle je v bistvu ful malo seksa. Kaj pa Sem pol bilo. delaš, pospravljaš? Imaš več tipov spremljevalcev, lahko si ta športni tip, kateri sem jaz rekel, Adonis žigalo, ne, ki je nekdo, ki ti pomaga hod s tabo v hribe, ne, pač hod s tabo v fitnesse, je nekdo, športni. je nekdo, ki sem hod vacation, ne, s tabo na počitnice, potem moramo razločiti med žigolom pa med prostitutom. Se pravi, ti kukar escort. Ja, žigolo je escort, ja. Okay. No, v glavnem Žiga je dal prst dol, snemalec ni dal in mi da Sara tudi ne. Kdo je izgubil, poštemo prste, wow, jaz nisem dal niti enega dol. Kar neki. To ful ni fair, ne, tako. Tako da, kar rezerviri si od naslednjega ponedeljka pa. A se kar? Koliko si dal? Nisi dal vseh dol, enega nisi, a ne? Na haubi od avta nisi seksal. Jua, tu pa najbolj random Sem. stvar, da a ja, ne, To sem. Ja, ne si dal, ja, si Unga, dal. ni sounding. Ja, ti sa to Pa pa ne. pit job, a ni. Job. Ja, dveh ni. Ja. No, to se pravi tisti, ki ste dal dol, sam smo jih imeli 8, 6 ali več prstov. Greste A žigati te v smem zapor in se vkleniti? boste Ja, do seveda. ponedeljka učili tehnike, kako blowjob narediti z brado. O, moj bog. Ej, ful ti hvala, da si prišel in da si delil z nami Aha. to, kar ni zanimivih stvari. Pa toliko jih je še. Pa to, ki jih je Ja, še. saj to, Pač, ne. mi smo govorili po telefonu pred tem snemanjem, da mi je malo povedal, s čim vse se ukvarja. In jaz sem si vse to zapisala in Noč pišite v komentarju glavno vprašanja in da hočete, da še kdaj pride. Tako da, Ja, Bo v še bistvu prišel. ogromno enih stvari, ki bi jih lahko še povedali. Tako da ja, nismo govorili o Inštitutu za raziskovanje seksualnega dela, ki v bistvu hoče razvijati nove žanre, kot so crtalci, seksualne dule, seksualni Ja, asistenti. to mene zanima. To je pač tako, pač mi moramo imeti čas za to, za te zadeve. Ja. Več bi lahko povedal v delavnicah spolne vzgoje za starše. Meni je še to najbolj zanimivo bilo za starše z otroki s posebnimi potrebami. To tudi, ja. Bolj pomembna To stvar. bi lahko povedali o tem, Ja. kaj. Tako no. Bomo. V glavnem, bi še kaj dodal, preden zaključimo, glede pač, kje te najdejo te na Dobra družba, napišete sam na Google. Dobra družba, Facebook? ne me dodajati na nobenih socialnih mrežjih, prosim, da ti mi mir. Tako da ja. Okay. Mene lahko najdete na Življicija tukaj, Tako. Saro najdete na Pitchpop, Ulala in Pušitova Sara. Posod me vidite, lahko ponavadi. Tako da, to je to. A ja, pa se vidimo na ženskih krogih. Se vidimo, bye! Srečno! Čau.